Torej, dober večer vsem skupaj in dobrodošli nazaj na Parabellum. Kot vidite, imamo nocoj kar nekaj gostov. Nekdo se je spraševal, ali bo Moro zmogel ali ne. Moro zmore. Tukaj smo. In borba traja, dokler je povezava, ker je seveda on vedno naokoli, zato povezava. To je odvisno od krajev, zato toliko. Hvala Eduardo in Danielu, da ste tukaj. Začnimo na polno, izkoristimo, dokler ima Daniel dobro povezavo. Kmalu pridejo tudi generali, kapitini, Giorgio, Arfaras. Pravkar smo se v predprostoru s Fontano pogovarjali o tej novici. Se pravi, zalivske države so preklicale omejitve, ki so jih uvedle dan prej. Torej, ta signal bi lahko razumeli kot poskus pred 24 urami, da bi se izognili ameriškemu ponovnemu posredovanju. In zdaj morda pod prisilo vrnitev k odprtosti, ker brez te odprtosti ne bi mogli recimo nadaljevati operacij, ki bi jih Trump morda želel ponovno zagnati. Novica izpred 1 ure, torej čisto sveža. In druga novica, o kateri bomo potem obširno razpravljali, tudi z vsemi satelitskimi posnetki in tistimi velikimi. Zelo zanimiv članek, ki je šel v Washington Postu, kjer praktično prek satelitskih posnetkov ugotovimo, da je Iran zadev veliko več ameriških vojaških sredstev, kot je bilo poročano. Toliko, da je ameriška vlada uvedla cenzuro nad 2 podjetjema, ki zagotavljata satelitske posnetke, tudi komercialne, to je bilo zahtevano. Ne ravno, da jih cenzurirajo, ampak da jih objavijo šele po koncu vojne, recimo, da jih objavijo kasneje. In to dokazuje, da so skratka utrpeli veliko več škode, kot so jo priznali. In vse to satelitskimi posnetki, če greste v članek, boste našli vse reference. Da je celo več škode, kot so jo navajali celo Iranci. To pravi članek, kar je tudi zanimivo. Skratka, in to veliko pove o stroških te vojne. Pred nekaj dnevi sem si ogledal tudi stroške, ki so presegli 200 milijard, skupaj za škodo in operativnimi stroški. No, zdaj je prišel tudi Giorgio. No, v Ameriki, glede na to, da Trump še naprej trdi, da so uničili mornarico, da so naredili, kar so hoteli, in vsak dan razglaša odprtje ožine, ampak ni tako. In jasno je, da imajo pogajanja, ki potekajo prek Pakistana, morda tudi senco Kitajske, o tem bomo govorili, ker je precej posebno, kaj ne, da se dogajajo tam. Ameriška javnost kako doživlja to nenehno vlečenje in popuščanje Donalda Trumpa? Jaz sem gledal največje, recimo, ameriške programe, tudi tiste nekoliko satirične, in vsi so seveda izjemno sarkastični. O Donaldu Trumpu bi še naprej govorili. Zmagovali smo vsak trenutek, blizu smo povezave, občinstvo verjame v nas. V Ameriki poteka razprava o tej stvari. Se zavedajo, da je to postalo slepa ulica? Prosim, Daniel. Prosim, poslušaj. Daniel, me slišiš? No, ne. Ne slišiš, Daniel? Daniel. Predsednik. Zdaj vas slišim ali vi mene slišite? Da, slišimo te, kar začni. Odlično, izklopil sem video, ker je zelo slab signal. Sem v Parizu, jutri je državni praznik, ker se v nasprotju z Moskvo v zahodni Evropi praznuje 8. maj, konec 2. svetovne vojne v Evropi. Torej, moj vtis tudi glede na novice, ki si jih pravkar izpostavil, je, da se je Trump tudi po mnenju dela republikancev v kongresu znašel v situaciji, iz katere v resnici ne more izstopiti. V smislu, da se bojo vsi, ki spremljajo tvoj kanal, spomnili, da je Obama leta 2015 sklenil kompromis, kot vsi kompromisi, z omejitvami in prednostmi.
Trump je takoj, ko je bil izvoljen, ta kompromis razveljavil. In v bistvu je vtis v Washingtonu, da se je Trump prisilil vrniti na tanko k kompromisu, ki ga je našel Obama, če ne še slabše. Vsi vemo, da režim v nasprotju s tem, kar sta rekla Trump in Netanjahu, ni padel. Režim ni padel. Režim se je radikaliziral ne glede na to, kar pravi Trump, ki mu je uničil mornarico in tako naprej. Tudi Rubio, ste ga slišali pred nekaj dnevi na tiskovni konferenci, pravi, da smo jim potopili. V resnici je dovolj že malo več kot frača, da zapreš Hormuško užino in trgi, ne glede na to, kako grejo. Na vseh straneh se ne morajo zanesti na kompromis. Obstaja še en element, o katerem ves Washington dejansko začenja razmišljati, ker je do tega ostalo le še zelo malo dni. Dve stvari. Prva stvar, Trump, potem ko je to preložil, mora zdaj iti v Peking in najti neko obliko kompromisa s Kitajci. Kitajci so spodbudili Irance, da najdejo vsaj minimalno premirje, nekaj nejasnega. Kitajci v resnici pomagajo sebi, a tudi Trumpu, da najde način, kako izstopiti iz nore zmešnjave, v katero sta se zapletla on in Netanjahu. Druga stvar, o kateri italijanski mediji ne govorijo, pa je zelo pomembna, je, da bo čez nekaj dni prišlo do dejanske zamenjave na čelu Federal Reserve. To je druga točka, ki spravlja Trumpa v težave. Zakaj? Spomnite se, da je med volilno kampanjo začel izjemno polemiko proti Pavlu, vodji Federal Reserve, guvernerju, rekoč, da mora znižati obrestne mere. Ker imam vmesne volitve in moram znižati stroške zadolževanja za ameriške volivce, ne samo, da bo menjava čez nekaj dni, ampak je vedno bolj očitno, da tudi novo vodstvo Feda ne bo uspela znižati obrestnih mer. Seveda, ampak tisti, ki spremljajo tvoj kanal, to zelo dobro vejo, cena bencina se je praktično podvojila. Spomnim se, da je v volilni kampanji rekel, da jo bo prepolovil. Ne samo, da je ni prepolovil, ampak je v nekaterih delih Združenih držav, kjer je zgodovinsko draže, na primer v Kaliforniji, nekdo objavil posnetke zaslona s ceno 6 evrov na galon. Upoštevajte, da je bil cilj znižati ceno na nekaj več kot $2,6 na galono, oziroma na nekaj več kot $2 na galono. Še zadnja stvar. Obstaja situacija, na katero vas opozarjam, tudi v izraelski javnosti, tudi v delu, če dovolite izraz, desno-sredinskem delu, torej tudi med tistimi, ki običajno podpirajo Netanjahuja in njegovo vlado v volilni kampanji, ki si začenja postavljati ista vprašanja. Enaka vprašanja si zastavljajo v Washingtonu. In sicer, ali smo vstopili, zato izvedemo spremembo režima, pa se sprememba režima ni zgodila, Iran ostaja Teheran, oddaljen 2 uri leta od Tel Aviva. Raketni kompleks, ki najbolj vzbuja skrb, naj bi bil po ameriških obveščevalnih podatkih prepolovljen, vendar stanje še vedno ni urejeno. In Libanonu grozi, da bo postal še ena neskončna zgodba, kot je Gaza. Videli ste, da Hamas je tudi danes zjutraj potrdil, da ne namerava predati orožja in še naprej nadzoruje velik del Gaze. Hezbolahci prejemajo močne udarce, vendar še vedno povzročajo škodo Izraelcem. Tako imaš situacijo, v kateri sta Trump pa tudi Netanjahu vstopila in iz katere ne moreta več izstopiti. Nekdo, kot ste videli, je naredil primerjavo. Putin, ki naj bi šel v Kijev in v 3 dneh vse rešil, no Trump in Netanjahu sta se znašla v situaciji, kjer tvegata, da bosta obstala. Kakorkoli že, tudi če skleneš premirje, obstaja tveganje, da bo kdorkoli vsak trenutek spet začel blokirati. Je še ena zadnja stvar, tudi ti si jo opazil, veliko držav v zalivu
zelo kritično gleda na Trumpovo politiko. Tukaj obstaja razhajanje, ker gre za različne interese, ki so povezani tako z geostrateškim položajem, kot tudi s tem, da gospodarstva zaliva niso bila zaščitena strani Američanov, ameriških baz in tudi ameriške politike. Najslabše je začeti vojno in je ne zmagati. V bistvu Trump, ki nima niti poguma, da bi to imenoval vojno, ker bi mogel potem priznati, da je presegal zakonski rok znamenitih 60 dni vojne. Tudi ti si govoril o tem, v resnici govori o posebni operaciji. Nekaj, kar začenjajo omenjati tudi ameriški mediji. Že sem slišal za posebno operacijo, tisto, pri kateri Putin 9. ne more praznovati, ker pridejo droni na Rdeči trg. Evo, to je vse. Tisto, kar pravi Peskov, da ne praznujejo zaradi izgovora o ukrajinskem terorizmu, se mi zdi velika neumnost. Ne verjamem, da bi Ukrajinci kdaj napadli Rdeči trg ravno v tistem trenutku. Resnica je, da je izvedba takšne parade vseeno precejšen napor in verjetno tega nočejo podpreti, zato iščejo drug izgovor. Medtem ko si ti govoril v ozadju z Edvardom, smo spremljali novice, ki prihajajo zelo hitro. Eksplozije v pristanišču Bandar Abbas, o katerih poročajo različne agencije. Čakal sem na potrditev strani nekoliko bolj verodostojne agencije. Reuters zdaj poroča pred 15 minutami, da je iranska tiskovna agencija Fars izjavila, da je bilo več zvokov skupaj z eksplozijami slišati v bližini mesta Bandar Abbas. Dodali so, da izvor in lokacija teh zvokov nista bila znana. Torej, točno se ne ve, kaj je bilo, medtem ko že krožijo vse mogoče teorije zarote, da Izraelci napadajo, da bi vse skupaj poslali Koragu. Giorgio, si tukaj, si živ in se boriš skupaj z nami? Poglejmo, če je Giorgio živ. Po mojem mnenju je ena ključnih točk. Gledal sem razpravo Donalda Trumpa z novinarji in tako naprej. In obstaja zanimiva točka. Ker on na neki točki reče, da noče čakati do konca premirja, potem pa prizna, da je to vojna. Skratka, sam sebi nasprotuje. In to so povzeli številni ameriški mediji kot poskus prikrivanja stroškov in škode te vojne. Cenzura je očitna. Torej, ker se zdi, da je Giorgio odsoten, mu bom medtem pisal na WhatsApp. Medtem, če želiš, Eduardo, lahko nadaljuješ z razlago o ameriških vojaških sredstvih, ki so bila zadeta skupaj z vsemi satelitskimi posnetki. Vem, da si objavil nekaj na X, naredil si tudi povzetek te zgodbe, to postaja veliko dražje, kar se natančno povezuje s tem, kar je rekel Daniel. Se pravi, različne države se zavedajo, da gostovanje ameriških baz ne nudi nobene zaščite, ampak nasprotno privablja napade. Ja, najprej dober večer vsem. Kot si pravilno rekel, pojavila se je še ena dodatna potrditev, kot vidite, iz virov, seveda ne iz iranskih virov, ampak potrditev iz povsem zahodnih medijev, o obsegu škode, ki je bila povzročena v aktivni fazi te vojne, ki je trenutno v mirovanju. In mi smo že vedeli, o tem sem govoril tudi na X, o večjem delu, morda o najbolj spektakularnem delu. Te škode se boste zagotovo spomnili, o njej smo govorili tudi v prejšnjih prenosih v živo, o zelo pomembnih ciljih, ki so bili zadeti, kot so protibalistične obrambne baterije, radari celo. Poveljevanje in nadzor. Slišim odmev, ne vem, če lahko govorim. Ne, v redu, nič. Hotel sem reči, da je veliko teh pomembnejših poškodb že znanih. Vendar pa kar izhaja iz te novejše preiskave, ki, kot je bilo rečeno, uporablja satelitske posnetke, kot je Mirko to že prej na kratko omenil, uporaba satelitskih posnetkov v tem konfliktu ni nekaj samoumevnega. Ker so namreč Združene države kmalu po začetku konflikta uvedle nekakšno prepoved širjenja satelitskih posnetkov. Seveda strani agencij in podjetij, ki so jim blizu. Kljub temu smo uspeli dokumentirati, kot vidite, tudi drugi veliko škode. In to nam že daje podatek. Torej danes niti Združene države
ne morejo v bistvu preprečiti OSINT-u, še manj pa obveščevalnim službam nasprotnih držav. Predstavljajte si dostop ne samo do satelitskih slik lastnih sistemov, predstavljajte si na primer Kitajsko ali Rusijo, ki imata konstelacije satelitov, ampak tudi uporaba izvidniških satelitov za, kot v tem primeru, recimo ugotavljanje, ali so bili napadi uspešni ali ne. Skratka, tudi manjše sile ali celo tiste, ki niso sile, lahko dostopajo do zelo širokega nabora komercialnih satelitskih slik ali razmeroma enostavno do satelitskih slik prijateljskih držav. To je pomemben podatek, se boste potem v virih našli celoten članek, kjer lahko dejansko vidite obseg škode. Morda pa moramo razmisliti tudi o tem, da niti ugotoviti, koliko škode je bilo povzročene, ni preprosto. Tudi za napadalce ne. In prav zdaj, kot je rekel Mirko, se pojavlja celo več škode, kot jo je Iran sam prijavil, kar je pomemben podatek. Ampak glede tega, po mojem mnenju, je treba še o nečem razmisliti. V smislu, da je to še en velik, po mojem mnenju, poraz te ameriške operacije do danes. In tudi, če bi se vse končalo jutri, Iran danes pozna svoje orožje, svoje rakete, svoje drone, križarske rakete, balistične rakete, samomorilske drone dolgega dosega in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Iran veliko bolje kot prej ve, katero orožje deluje, kako dobro deluje, katere obrambe je mogoče prebiti, katerih pa ni mogoče zlahka prebiti. In glede na to, kar vidimo, je Iran zdaj verjetno zavesten, da ima potencialno odvračalno moč, če bi znova uporabil veliko količino takšnega konvencionalnega orožja, ki bi bilo dovolj učinkovito celo proti Združenim državam. Do prihodnjem konfliktu, recimo. Ne? Torej, po mojem mnenju je to tudi dve stvari, ne, Eduardo, ki sta po mojem mnenju ključni. Ko so odgovorili Izraelu, napadi niso bili zelo natančni. Se spomniš, ko so naredili oceno tudi o Eduardo, ki je prišla prav iz razdalj? Večina satelitskih slik, ki jih vidimo glede baz v zalivu, pa kaže, da so bili napadi zelo natančni. Ni naključnih kraterjev in tako naprej. To dokazuje, da so na regionalni ravni veliko bolj nevarni, kot bi bili v spopadu z Izraelom. To je po mojem mnenju prav zaradi različne uporabe različnih orožij. Ko Iran napade, skratka izstreli rakete proti Izraelu, lahko izstreli balistične rakete srednjega dosega, v bistvu, in ki so na eni strani veliko težje prestrezljive za branilca, veliko težje, a po drugi strani so tudi veliko manj natančne. Zaradi, preprosto povedano, napak, ki se nabirajo pri vodenju na tako veliki razdalji in vsega ostalega. In tudi uporaba dronov, ki jih Izrael običajno skoraj vse prestreže, tako da tudi to ni zelo pomembno, ampak tudi droni na tako veliki razdalji lahko v bistvu uporabljaš samo vodenje, recimo GPS-a, nekaj podobnega GPS-u, kar je mogoče zlahka motiti in tako naprej. Medtem ko je v zalivu, in s tem zaključujem to temo, razdalja sicer velika, a manjša. In Iran lahko uporablja veliko širši nabor orožja, ki je veliko natančnejše in tudi cenejše, če hočemo. Isti balistični izstrelki, ki jih Iran uporablja v zalivu, so izstrelki recimo kratkega dosega. Potem, kategorije, lahko si pogledate, do koliko kilometrov dosežejo, ampak v bistvu te izstrelki niso samo cenejši, ampak tudi relativno natančnejši. Poleg tega ima Iran tudi majhno število, recimo omejeno, zelo natančnih izstrelkov kratkega dosega, ki jih uporabljajo, tudi potencialno proti ladjam. Torej, v bistvu obstaja celo še bolj omejena kategorija, kar se tiče števila balističnih izstrelkov kratkega dosega. Z lastnimi terminalnimi senzorji, kar danes ni nekaj samoumevnega, ampak tudi standardni, recimo balistični izstrelki kratkega dosega, imajo zaradi dosega, časa, leta, skratka omejenega, na teh razdaljah veliko večjo natančnost. Poleg tega lahko droni, široka paleta dronov, ki jih uporabljajo Iranci, na tej razdalji včasih uporabljajo nekatere sisteme za terminalno vodenje, tudi droni. Zdi se mi, da smo to nedavno videli pri napadu na ladjo ob obali zaliva. Ker na teh razdaljah, čeprav še vedno govorimo o vodenem orožju onkraj obzorja,
obstajajo načini, kako jih voditi. V bistvu je mogoče nekatere drone voditi, bodisi z uporabo recimo mreže relejskih dronov, v bistvu z relejskimi droni, da lahko dron vodimo v končni fazi njegovega leta. Ali pa jih je mogoče voditi, kot smo videli v Ukrajini, pogosto izkoriščajo mobilno omrežje države. Skratka, v bistvu torej v bližini obal držav v zalivu obstaja ta možnost. Vsega tega seveda ni pri napadih vse do Izraela, zato je po mojem mnenju treba upoštevati tudi te podrobnosti. Torej, Đorđo, želel sem te vprašati, izstop teh držav iz OPEC-a, kakšni so razlogi? Lahko to sproži verižno reakcijo? Ali je kdo, ki skuša to izkoristiti? Ker je bila to vseeno veriga, je omejevala možne zaslužke. V takšni situaciji bi si človek želel biti neodvisen od tega, tako da lahko postavi vse cene, ki jih želi. Potem pa me lahko popraviš, če se motim. Lahko je tudi obratno, torej namesto, da bi sledil zvišanju cen, nekdo sledi znižanju cen, če misli, da bo tako povečal svoj delež. Ampak bolj kot to, da bi res poskušali razumeti, kaj se lahko zgodi s ceno nafte, bi rekel, da je obdobje tega monopola ponudbe končano, ki se je že s časoma zmanjševal, zdaj pa še toliko bolj. Torej ni več Saudska Arabija tista, ki vlada, in vsi ostali delajo to, kar reče Saudska Arabija. Verjetno obstajajo nekatere premisleki, ki so izven ekonomske. Ni samo to, da želijo nadzorovati ceno nafte. Torej, da bi zvišali ceno nafte, mora zmanjšati ponudbo ob nespremenjenem povpraševanju. Torej, če želi ta zalivska država imeti več prihodkov z višjimi cenami, bi morala zmanjšati ponudbo, vendar to ne pomeni, da jo bodo zmanjšali tudi drugi. Zato je vse skupaj veliko bolj zapleteno, kot se zdi, čeprav gre za preprosto igro. Se pravi, lahko zvišam ceno nafte, če zmanjšam ponudbo. Če pa jo jaz znižam, drugi pa jo zvišajo, se ne zgodi prav nič. Zato bi rekel, da je to zaenkrat zelo težka tema. Ampak izbira trenutka je seveda posebna, kaj ne? Ja, jasno je, da je v tem trenutku, glede na to, kar se dogaja in tako naprej, zelo posebna odločitev. Ampak glede vprašanja nafte, torej tudi če bi se Hormuška ožina odprla, je bistvo naslednje. Če so vrtine sposobne delovati, če so vse industrijske dejavnosti okoli vrtin, torej rafinerije, sposobne delovati. In če je vsa logistika, kot so cevovodi, pristanišča, infrastruktura, sposobna delovati v razmeroma kratkem času. Če je čas razmeroma kratek, torej če pride do premirja in se ožina ponovno odpre, ne pomeni, da bo nenadoma vse delovalo. Vse deluje, če vse deluje, torej če delujejo vrtine, infrastruktura in tako naprej, če te stvari ne delujejo takoj, če si odprl, imaš težavo z dotokom nafte, dokler lahko uporabljaš naftne rezerve, se ta pojav ne pojavi, vendar se rezerve izčrpavajo. Torej, bolj kot so poškodbe hude na celotni verigi, če pustimo ob strani izhod ladij, če so vse poškodbe hude in preden jih popraviš, traja veliko časa in rezerve, ki jih imaš, niso dovolj. Tukaj nastane problem krize, pomembno zvišanje cen. Recimo tako, tisto, kar bi lahko ublažilo to krizo, je del nafte, ki se izvaža skozi cevovode, ki prečkajo puščavo in gredo proti Rdečemu morju in tako dalje in tako dalje. Vendar je vse to zelo težko razumeti, ker nihče ni sposoben ne le vedeti, kakšna je škoda, ampak predvsem v kolikšnem času bo škoda popravljena. Torej, več časa, kot je potrebno, manj naftnih rezerv imaš na voljo za uporabo in bolj bi se lahko cena nafte zvišala. In v resnici torej nihče natančno ne ve, kakšna je situacija. Zanimiva stvar je naslednja. Cena nafte, če jo kupaš takoj, je veliko višja od cene nafte na terminskih pogodbah, torej cene nafte, ki bo čez nekaj časa.
Torej, trgi stavijo, da se bodo stvari čez nekaj časa izboljšale, ker če plačam manj za nafto čez 3 mesece, kot jo plačam danes, to pomeni, da mislim, da bo čez 3 mesece cena nižja od tiste, ki jo danes plačam, za sodček, ki ga dobim takoj. V resnici je velika negotovost. Še zadnja stvar, zakaj pravijo, da finančni trgi niso prestrašeni, to ni res, ker ameriška borza raste predvsem zaradi tehnoloških delnic in deloma zaradi nafte. 95% delnic v Združenih državah raste malo ali pa sploh ne. Rastejo tehnološke delnice, zato se ob tej naftni krizi domneva, da je visokotehnološki sektor odporen, prav tako pa tudi proizvajalci nafte. Tako rastejo ti dve panogi, ostale pa ne. Ker sta to pomembni panogi, indeks raste, kar naj bi pomenilo, da trgi niso prestrašali. Kar pa ni res. Druga stvar je, da trgi Trumpovo ekonomsko politiko presojajo ne po kratkoročnih obrestnih merah, ampak po dolgoročnih donosih, ki so zrasli. In tako je situacija finance, poleg tega, da finance seveda ne vedo, kako se bodo stvari končale, saj so ljudje in ne vedo, kakšna bo prihodnost, ampak tudi, če kdo pogleda, je jasno, da ni nobene podpore. Vse, kar lahko rečemo, je, da smo skoraj na koncu. Obstaja podobna situacija kot pri Putinu, ki je napadel Ukrajino. Po znani moskovski šali je mislil, da ima za sabo nemško industrijo, Wehrmacht, a ni imel niti enega, niti drugega. Po 4 letih prej je mislil, da bo zavzel Pariz v nekaj dneh, nekateri so mislili v 3. Tudi v iranskem primeru gre za močno podcenjevanje, povem še zadnjo stvar. Zahvaljujoč sankcijam, ki trajajo že desetletja, so se Iranci industrializirali. So razmeroma industrijska država, čeprav so država v razvoju, proizvedejo več kot 1 milijon avtomobilov in imajo 660 podjetij, ki kotirajo na borzi. Zato je usodna napaka misliti, da gre za državo majhnih vasi, ki bombardiraš in se potem predajo. To ni Afganistan. Je industrializirana in tudi precej napredna. Ni napredna, ni Švica, vendar ni Afganistan. Poleg tega je tam 90 milijonov ljudi. In rad bi te videl, kako bi postavil vojake na teren v takšni situaciji. Tako da obstaja nevarnost, da bo ta zgodba ena velika zmešnjava. To sem ti hotel vprašati, Đorđo, ker se mi zdi zelo zanimivo. Gledal sem tudi razloge, zakaj so nekatere države vstopile v vojno, v drugi svetovni vojni, ker so imele 12 let naftnih rezerv, kot na primer Japonska. Si. Vsi tukaj, vključno s Kitajci, imamo v najboljšem primeru med 1,5 mesecem in 2 mesecema. Torej, sposobnost obvladovanja kriznih situacij, kot je ta, tudi če gre samo za to zastoje, ker se sicer res ne strelja, trgi ne ponorijo, ampak nafta vseeno ne pride skozi. Če se bo to nenehno preigravanje nadaljevala, kar bomo še videli, koliko so ta pogajanja sploh resnična, katere manevre lahko v Evropi naredimo, da bi uspeli znižati cene. Pred 2 tednoma sem gledal, je bilo 1,6, 1,7, zdaj je že skoraj 2. Da si predstavljamo, kako je z bencinom. Kakšna je naša sposobnost z ekonomskega vidika in z vidika rezerv, da poskušamo ublažiti oziroma obvladati to situacijo? Ne glede na to, ali se streljajo. In koliko časa lahko to počnemo? Kaj, če gre tako naprej še 3 mesece? Čez 3 mesece tvoje rezerve ne bodo več zadostovale. In ker nimaš takojšnje zamenjave, lahko ponovno zaženeš termoelektrarne na premog. V redu, ampak s tem ne nadomestiš svojih sončnih panelov. Kaj šele z jedrsko energijo, za katero potrebuješ desetletja, da jo ponovno vzpostaviš. Torej, če odstraniš jedrsko energijo, ki se večkrat omenja kot način za prekinitev odvisnosti od nafte, preidimo na jedrsko energijo, vendar jedrska energija zahteva nekaj desetletij, zato jo izključimo. Obstaja možnost, da bi več uporabljali alternativne vire energije. Ampak tudi tam jih je treba postaviti, zgraditi in upati na najboljše. Vsaj na kratki rok. Tukaj imaš resen problem. Saj ti uspe le, če in samo če zaloge zdržijo. Dokler vrtine niso uničene, infrastruktura ni pokvarjena, ampak tudi če narediš scenarij odprtega Hormuza. Problem so
poškodbe pri proizvodnji in nalaganju na ladje nafte. Najslabši scenarij je, da so vrtine uničene in ladje ne morejo pluti. Pol slabši pa je, da ladje sicer plujejo, ampak nisi sposoben proizvesti dovolj. Tako ali drugače se moraš zanesti na rezerve. In tam postane to ključno dejstvo celotne zgodbe. Napaka, ki bi jo lahko naredili v politiki, je ta. Na kratki rok lahko pomagaš z znižanjem trošarin in na to pomagaš tistim, ki bi se znašli v težavah zaradi visokih cen. Ampak če kriza traja, poleg tega tvegaš, da oslabiš državni proračun. Ampak še huje je, da bi s tem ustvaril spodbudo, da se ne naredi nič. Medtem ko je spodbuda za večjo dejavnost ravno v tem, da cene rastejo. Ker v tem primeru postanemo učinkovitejši, manj uporabljamo avtomobil, naredimo to in ono. Torej so vse to odločitve ena bolj zapletena od druge. In kje? Edino upanje, in tukaj zaključujem s svojim govorom, edino upanje je, da ko vidimo, da je vsem slabo, obstaja spodbuda, da najdemo nekakšen dogovor. Nihče namreč ne pridobi, če nadaljujemo tako. Ne Iranci, ki nimajo denarja, ker ne prodajajo nafte, ne Azijci, ker je ne dobijo, ne Združene države, ker so se zapletle v vojno, ki je ne morejo zmagati. In tam je problem. Izraelci imajo ves interes uničiti Iran, ker če bi uničili Iran, bi imeli Turke doma. Tudi zanje je torej v redu šibek Iran, vendar ne preveč poražen. To je upanje je, da vsi razumejo, da je najboljša situacija ta, da se nekako dogovorijo. Mimogrede, zadnje čase vidim nekaj analiz, ki govorijo o tem, da tisti, ki so upali, da se bodo iranske zaloge napolnile, v resnici jim praktično proizvesti in rafinirati toliko, kolikor potrebujejo za notranjo porabo. V tej fazi. In imam vprašanje za Mačka, hotel sem reči za Pavla. Kako ti to vidiš vse skupaj, ta zgodba o pogajanjih, vlečenje in popuščanje, pogajanja, ki so mimogrede čudovita, ker so to tista slavna pogajanja v zadnji fazi, ker jih sploh ne vidiš. Ni niti dveh ekip, ki bi se srečali in mislim, da je vse narejeno po ustnem premašanju sporočil praktično. To je bila ena tistih igric, ki smo jih igrali kot otroci, ko si povedal besedo prvemu v vrsti, potem pa je zadnji v vrsti ugotovil, kaj je bilo rečeno. Jac. Vključi se tudi mikromaček, ki je danes del dogajanja. Kako to vidim? Jaz bi bil precej zaskrbljen zaradi zgodovinskega napredka. Ker vsakič, ko nekje začnejo pogajanja, v kakšnem kotu nekdo obesi na nosilce lovcev bombnikov, kakšen izstrelek, kakšno malenkost. Tako da, ker ni dveh brez treh in ker sta dva že bila, manjka še tretji. Ves ta pogovor, ki smo ga imeli o pogajanjih, ponovnem odprtju Ormuza, ponovnem zaprtju, blokiram jaz, blokiraš ti, ne, jaz ga blokiram prej in bolje kot ti. Ne omenjamo slona v sobi, to je Izrael, ki bi resnično potreboval nanosekundo, da vse razstreli in to zelo dobro ve. Recimo temu tako, to ni niti ravnotežje, to je opazovanje nadaljavo in ima sposobnosti ter možnosti, to je dejavnost. Potem bo Eduardo bolj natančen. Ni tako, da lahko udari kjerkoli želi, ampak napad, če tudi majhen, celo bolj kot demonstrativen, ga lahko spravi dol, ne glede na to, ali ga Američani lahko podprejo ali ne. V tistem trenutku bi žoga prešla. To bi bilo začasno v iranskih rokah. V kakšnem smislu? Da če Iran ob novem napadu, ki bi ga izvedli samo Izraelci in bi vse postavili na glavo, ne bi nikakor reagiral. In v tem smislu, če bi temu sledili tudi Američani, ki ne bi podprli tega napada, bi bila to ena od posrednih poti, da se Izrael izloči iz tega spora. Ker reče, poskusil si, jaz te ne bom podpiral, tisti drugi ne reagira, zdaj pa malo premisli in se umiri. Ampak to je moje mnenje. In ponavadi se to nikoli ne uresniči, sodeč po njegovem izrazu na obrazu. Mikromaček.
Tudi on ni prepričan. Vseeno pa bi lahko bilo tudi tako, lahko bi bilo tudi to. Pogajanja. Nekdo je napisal oziroma rekel, da je v teh zadnjih letih, 2 letih recimo, država verodostojnost in o asertivnosti, kar je najpomembnejše za velesilo, torej držati se tega, kar rečeš. Pazi, kaj rečeš, ampak potem si prisiljen držati se tega, kar si rekel. Torej, država, ki nima več asertivnosti in vrednosti, njena beseda pomeni zelo malo. Od tega je ostala le država z ogromno vojaško močjo. To je vse, kar je, in to je malo premalo. Ne vzbuja več zaupanja. Zavedajte se, da je velesila, ki vzbuja samo strah in ne več zaupanja, ki ne daje več zaupanja. To je sila, ki bo prej ali slej, dobro ali slabo, zamenjana z nekom, ki vzbuja nekoliko manj strahu in nekoliko več zaupanja. In v tej luči mislim, da lahko razumemo tudi dejstvo, da Kitajska, čeprav ni ravno navdušena nad trenutno situacijo, Jo vidimo kot glavnega akterja ali pa je ne vidimo tako, kot si predstavljamo, da bi moral biti glavni akter. Tudi to je pomembno, ker si predstavljamo, da se ves preostali svet obnaša tako, kot se obnašamo mi. Torej bomo zdaj to naredili, šli tja, postavili, naredili. Potem ugotoviš, da Kitajci, ki prihajajo iz drugega sveta, iz drugačnega načina razmišljanja, naredijo to, kar bi naredil Kitajec ali kar je vedno počel. Verjetno pričakujemo neko vodilno vlogo. Kitajska v tem trenutku, ker sledi svoji poti in ravna po svoji kulturi. Vendar se zdi, kot da je ta pot že vnaprej določena. Poglejte, škoda ni v tem, da nimamo več raket, ali da smo porabili zaloge, ali da jih ne moremo nadomestiti, ker je to navsezadnje industrijsko vprašanje. Škoda je v tem, da takoj, ko izgovoriš besedo predsedstvo Združenih držav Amerike, se vsi smejijo. Na takšni ravni satire niso uspeli niti fašizem, niti nacizem, ko so delali karikature Boka sile, če se kdo tega spomni. Torej, izgubiti to je ogromna škoda za ugled, kot se včasih reče zdaj. Iz nekega nesrečnega razloga. Ta pogajanja, ki so, kot praviš, pogajanja med ljudmi, ki se vidijo, niti ne govorijo drug z drugim. Pustijo si listke pod drevesom, nekje na tak način. Če se tudi tokrat, medtem ko se na tak način pogaja o zelo, zelo težkem delu, zgodi nekaj, kar izda duh pogajanj. Jaz mislim, da bodo resnično preostale, če jih sploh imajo, pogajalske sposobnosti Združenih držav Amerike ne do Irana, ampak do vsega preostalega sveta popolnoma uničene. Kaj potem ostane? Sila, gotovost, da kdaj, da ti morda tega ne pove, ampak če mu je tako, te vzame in te bombardira. Ker mu nisi dal baz na Siciliji, ker nisi uvažal mesa iz Montane, ker nočeš piščancev z estrogeni. Tako, dam še nekaj dodatnih podatkov. Včeraj je rekel Trump, ob predpostavki, da so bili pripravljeni dati to, kar je bilo dogovorjeno, in da je to morda velika predpostavka. Operacija Peak Fury se bo končala in blokada bo omogočila ponovno odprtje Hormuške ožine. Če se ne bomo strinjali, se bodo začela bombardiranja in žal bodo veliko intenzivnejša kot prej. Hvala za vašo pozornost, se zahvaljujem, to stvar sem opravil. Dan prej so nekatere države praktično blokirale uporabo svojega zračnega prostora. In tako naprej. Po mojem mnenju je bil to način, da se vmešajo. Kot da bi rekli, mi pri ponovnem zagonu ne sodelujemo. Morda tudi politično sporočilo, naslednjič, adijo, 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 adijo. Adijo. Adijo danes, 1 uro pred prenosom v živo, pravzaprav še manj kot 1 uro pred prenosom v živo, zalivske države. Z institucijami, ki so blokirale Freedom Project, kar bi pomenilo ponovno odprtje ožine in tako ponovno omogočile dostop do baz in zračnega prostora.
To pravim, ker medtem, ko govorimo, kroži veliko čudnih novic, v intervju zaupam, ker je eden mojih moderatorjev, govori se o napadih na različne kraje na iranski obali, pripisanih ne povsem določenemu sovražniku. Prej pa sta tako Reuters kot različne agencije poročali o nenavadnih eksplozijah. Ko vse te stvari združiš, in res je tudi, da smo bili zelo blizu kaosu, v smislu, da so Izraelci že začeli rušiti mostove, napadati nekatere naftne objekte, potem pa se je nenadoma vse ustavilo. Bili smo za las oddaljeni od medsebojnega uničenja. Ja, zagotovo, ja, ampak jaz še vedno mislim, da smo še vedno sredi tega. Zato, ker kakšno korist ima Izrael od sprejetja ene kakršnekoli oblike ameriške kvazi zmage, kjer razglasijo, da so zmagali in odidejo? Z Iranom, ki ni bil uničen, kot je zahtevalo izraelsko vodstvo. Spomnim se, da je njihov minister Katz rekel, mi smo tukaj, da Iran vrnemo v temne čase. Nekaj takega, če se prav spomnim. Torej, ne doseže nobenega strateškega cilja, razen splošne oslabitve svojega glavnega nasprotnika. Ne gre. Mislim, to je kot prekinitev tekme pri rezultatu 0-0 in to ni dovolj. Torej, obstaja tveganje. Tveganje, da bi Izrael želel igrati podaljške, da bi v svoji zamisli zmagal, če ne v podaljških, pa vsaj po 11 metrovkah. Ampak to ni taka tekma, oprostite za metaforo, to ni vrsta tekme, ki bi jo lahko dokončali. Zaključiti z vidika Izraela z rezultatom 0-0 ali z neodločenim izidom 1-1. Ker je preveč tvegal, na kocko je postavil verodostojnost države. Je pod drobnogledom celotne svetovne javnosti. Obstajajo tudi posledice. Izrael mora upoštevati, da veliko njegovih državljanov in sovrstnikov živi v tujini. In iz tujine poročajo, kakšno je razpoloženje v državah, v katerih živijo, do izraelske politike. Kljub temu, kar je vsekakor visoka cena, želi vlada Netanjahuja upravičeno ali neupravičeno doseči dokončen rezultat. In njegovi zasnovi je dokončen rezultat postaviti Iran v položaj, da bi za naslednjih 30 ali 40 let popolnoma izstopil iz vseh možnih sporov, kar se še niti ni začelo. Pravzaprav je ta vojna, vse skupaj gledano, razjasnila dve povsem ločeni zavezniški liniji, ki na začetku vojne nista bili tako jasno ločeni. Mislim, če začnem z zadnjim, oproste, če imam minuto, na izstop Združenih arabskih emiratov iz OPEC-a, kar ni zgolj vprašanje nafte, je tudi vprašanje nafte, je tudi vprašanje ocene, kako unovčiti vir, za katerega menijo, da čez nekaj časa, govorim o 30 letih, morda ne bo več tako dragocen. In glede na to, da lahko tržijo svojo nafto, saj imajo cevovod, po katerem nafto spravijo iz zaliva, ni veliko za 1.800.000, 1.500.000 drobiš take stvari. Ampak če gledaš samo na nafto, ne razumeš veliko. Združeni arabski emirati so rekli, odločimo se stopiti na stran Američanov in Izraelcev. To pomeni proti vam, drugim Arabcem, ki ste na drugi strani. Na drugi strani je Saudska Arabija, ki začenja govoriti, morda lahko tudi mi najdemo dogovor s Teheranom. Kdo jih je k temu spodbudil? Spodbuja jih Pakistan, ki ga po drugi strani spodbuja Kitajska. To sta dva velika bloka. Čeprav sta ta dva bloka danes precej bolj jasna, kot sta bila pred operacijo, pred zaprtjem odprtega prehoda, ki ga je naredil Trump. Odvisno je od tega, kateri od teh dveh blokov se bo odločil zmagati, ker eden izmed njiju izrine drugega. Ti dve entiteti, ki imata zelo različne strateške politične reference, ne bosta mogli sobivati. Savdijci preprosto pravijo, glejte, mi smo največji tukaj, vi pa ste največji tam. Če imamo par referenčnih sil, ki zagotavljajo mir,
vendar vzpostavljamo drugo arhitekturo. Bolj ali manj neodvisno od fizične in vojaške prisotnosti Združenih držav, poglejmo, kako bomo preživeli naslednjih dobrih 30 let. Proti temu razmišljanju tukaj piše: ne moremo se nikakor osvoboditi Američanov. Govorim o Združenih arabskih emiratih, govorim o Izraelu in govorim o Združenih državah, ki pravijo, mi ciljamo na arhitekturo, ki je v bistvu zelo podobna tisti iz preteklih let, preteklih desetletij in v kateri imajo osrednjo vlogo Združene države kot fizična vojaška prisotnost, kot prisotnost njihove valute v naftnih transakcijah, kot svet, v katerem so Združene države še vedno tiste, ki v tistem delu sveta imajo glavno besedo in vodijo zadeve. Torej, ideja o odvrženju bombe pomeni poseči v tovrstna, po mojem mnenju, ravnotežja, ki so trenutno zelo nestabilna. To sta ti dve veliki strani, ki sta v tem trenutku primerja. Se opazujeta. Če bi se ravnotežje prevesilo na eno ali drugo stran, bi to lahko bil razlog, zakaj vidim samo Izrael. Močno prekine premirje v upanju, da bo enako storil tudi Iran, s čimer bi Američane prisilili, da ponovno vzamejo orožje, izvedejo še en krog bombardiranj in 14. zapored razglasijo zmago. Ker do 9 smo jih dobili, se mi zdi, 9, 10, sem zgubil štetje, ve kdo? 9-krat, kolikokrat je bilo? Tudi on sam ne ve. To, kar sem povedal Mikro Mucku, mu je pravzaprav všeč. Všeč mu je, ko ga pogledam v obraz. Ja. Dodal ti bom še eno informacijo, ker veš, medtem ko tukaj klepetamo, prihajajo novice. Ameriška obveščevalna služba trdi, da lahko Iran preživi več mesecev ob blokadi Ormuza. Zgodovinsko gledano je zdržal 3 mesece. Zdržal je 3 že zgodovinsko, kot zgodovinsko dejstvo. Popolna blokada, nič se ne premakne, ne dobiš niti aspirina, niti paketa kave, zdržal je 3 mesece. Torej imajo to v svojem družbenem, gospodarskem spominu in v svoji pripovedi o sebi. Torej to ne bi bilo prvič. In veste, vsaka generacija potrebuje svoje junake. Verjetno ta odnos ustvarja solidarnost, ustvarja občutek, da se ne bomo uklonili niti pred njimi. Kar je eno najmočnejših orožij v sodobnih vojnah. To vidimo tudi v Ukrajini, na primer. To je eno od orožij, na katera Putin ni računal. Daniele, medtem ko se vse to dogaja, Izrael še naprej počne svoje. Knjiga je povedala, da udarjajo povsod, brez diskriminacije. Zato bi rad videl tebe in Georgia skupaj. V smislu, obstaja izraelski podnacrt, ki deluje ne glede na to, kar se dogaja med Trumpom in Iranci. In drugo vprašanje, ki bo za Georgia, mi jih imamo v 4 mesecih, Georgia, da obstajamo. In takoj moram odgovoriti. Ja, tudi pred Danielom. Torej, problem so spremenljivke, o katerih ti razmišljaš. Predstavljaj si, da imaš možnost pokriti povpraševanje po nafti za X barili. Težava ni v tem, da imaš zalogo, za katero poznaš količino X sodov na voljo, ali v Italiji, ker si jo skladiščil, ali kupil od nekoga, ki jo je skladiščil in ti jo prodaja. To ni bistvo. Bistvene so druge spremenljivke. Torej, ne delamo od tistega, kar smo prej omenjali, vrtin, kemične industrije povezane z vrtinami, infrastrukture. Ker ne poznaš tistih drugih možnosti, ne moreš oceniti, koliko časa ti bojo tvoje zaloge nafte omogočale, da nadaljuješ, kot da se nič ne dogaja. Torej, je to ugibanje in odgovor je ugibanje. Torej, za zdaj vidim, da prihaja do spremembe v obravnavi teh tem. Kar v bistvu pomeni, da se situacija resno zaostruje,
Prav zato, ker se začenjajo upoštevati spremenljivke, o katerih govorim. Ne pravim, da sem jih jaz izumil. Zdaj je že splošno znano, da je tvoj problem vrtina. Kemijska industrija in infrastruktura. To je bistvo. Od tam lahko razumemo, koliko časa bo trajalo, da bomo spet imeli pomembno ponudbo nafte. Ampak ker tega ni mogoče razumeti, se ni odvisno samo od vojne, ampak tudi od škode, ki je nastala. In nihče ne ve, kakšna je točno. Koliko časa torej traja, da rečemo, da imamo rezerve? V redu je, če želiš pomiriti prebivalstvo in rečeš, gospodje, smo dobro organizirani. Ampak v resnici tega ne moreš vedeti. Po drugi strani pa je preveč spremenljivk in nihče jih ne pozna. Torej, rekel bi, da je moj odgovor, v koliko časa nam uspe, in seveda tega ne vem, probabilmente verjetno na neki točki ne bodo več zadostovali. Če je situacija resna, imaš takrat kot politična oblast izbiro. Ali pustiš, da cene rastejo, v upanju, da bo prišlo do reakcije, ali pa posreduješ in skušaš umiriti cene. Od teh dveh možnosti je posredovanje za umiritev cen ena izmed njih. Ta možnost je bolj priljubljena, druga pa manj in verjetno bo prav zaradi tega manj verjetno izbrana. Pred nami se je govorilo o tem, da če traja 1 mesec, 2 meseca, se potem v letnem povprečju to povzame. Tudi jaz sem hodil okoli in to pripovedoval. Ampak če traja 4 mesece, ti bom vzel besede iz ust. Če traja 4 mesece, 5 mesecev, kdo bo to sploh lahko absorbiral? In predvsem, kakšna sredstva imamo za obvladovanje takšne krize? Tam, ker lahko imaš vsa sredstva, ki jih želiš, ampak če niso dovolj, tega sploh ne moreš obvladovati. In zdi se, da nas Trump vleče proti tej rešitvi. Mislim, da to izhaja tudi iz Saudske Arabije in drugih držav, ki jim pravijo, ne uporabljajte našega zračnega prostora. To so tako tehnična sporočila, v smislu, da so morda že bili pripravljeni na odhod in so jim sporočali, da bodo kmalu potrebovali dovoljenje. Kot tudi politična sporočila, da želijo ostati zunaj, čeprav je potem težko ostati zunaj. Si. Kitajska res kupuje, vendar ima tudi veliko večje rezerve. Res je, da pravi veliko več, vendar ima. Tudi rezerve in ima možnost uporabljati premog. Obstajajo ocene, koliko lahko pokrijejo z premogom v primerjavi z uporabo nafte. Kakšen odstotek verjetno obstaja? Jaz jih ne poznam, ampak zelo verjetno obstajajo. Ampak recimo, da so z tega vidika v dobrem položaju, ker lahko imajo velike zaloge nafte in lahko naredijo preklop na premog. V Združenih državah imajo več kot dovolj domače ponudbe nafte za notranjo porabo. Vendar pa je bistvo zgodbe nekaj drugega. Bistvo ni v tem, da Združene države ne proizvajajo dovolj nafte, da je ne bi uvažale in porabljale same. Bistvo je, da če se cene nafte po vsem svetu dvignejo, Američani začnejo prodajati nafto po višjih cenah preostalem svetu. To pojasnjuje, zakaj je cena bencina v Združenih državah močno narasla, čeprav proizvajajo enako kot prej. Ni se zgodilo prav nič. Težava je v tem, da jaz kot Američan vem, da je v Evropi ali drugje cena takšna, zato prodajam tja in cena naraste. Torej niso imuni, čeprav imajo lastno proizvodnjo, ker so trgi medsebojno odvisni. Torej praviš, da je tisti, ki ima lastno proizvodno zmogljivost, imun. V primeru Združenih držav ne, ker mednarodne cene privabljajo ameriško proizvodno ven na svetovni trg. Ali pa jo zadržijo v Združenih državah pod pogojem, da so cene enake kot druge po svetu. Torej tudi oni plačajo enako visoko ceno. In treba je upoštevati eno podrobnost, pri nas se cena nafte na črpalki ne dvigne toliko, kot se dvigne pri črpanju. Razlog za to so trošarine, ki recimo tako delujejo kot blažilec. V Združenih državah so trošarine skoraj nične. Zato se cena nafte torej je kot nekakšen vzmetni učinek. Pri nas so bolj stisnjene. Tam ni trošarin, zato se sprememba takoj pozna na ceni goriva. Torej naj živi trošarina. Mislim, naj živi trošarina je malo trda izjava, ampak recimo v tem kontekstu naj živi trošarina.
Jaz ne bi šel v politiko s tem, Đorđe. Ne nameravam reči, naj živi trošarina. Ne? Živela aciza, ja, ker je to čudovit prelaz med Specijo in Parmo. Živela aciza. Da. Daniele, glede na to, da si bil tudi ti v tistih krajih, veliko spremljaš, ne? Vprašanje o usporednem izraelskem načrtu. Ampak želel sem tudi malo preveriti ameriško javno mnenje, saj skoraj vsi mislijo, da so jih Izraelci potegnili v ta nori projekt. Mikrofon, tukaj sem torej. To je zelo pomembna točka. Dogajanje v Gazi, torej izraelski odziv na napad Hamasa 7. oktobra 2023, močno je vplivalo in radikaliziralo ameriško javno mnenje, o tem smo omenili že pred nekaj tedni. Obstaja generacijska delitev, torej demokrati moje generacije, torej baby boomerji bi lahko rekli, v veliki meri ostajajo pristaši Izraela. Mladi demokrati so, kot vidite v anketah, vedno bolj naklonjeni Palestincem. Skratka, če zelo poenostavimo, kaj je izjemno, kar se dogaja. Enaka delitev tudi znotraj republikanskega tabora. Tudi med mladimi republikanci se namreč že pojavljajo znaki, kjer se zahteva posredovanje. Prekinitev vojaške pomoči Združenih držav Amerike, ki znaša, mislim, 3,5 milijarde dolarjev na leto Izraelu, ni nepomembna številka. Kot naprimer tista, ki jo je v 2 tednih Trump jih je zavrgel, ker se mi zdi, da je izračun okoli 25 milijard dolarjev v 2 mesecih, kolikor je za zdaj stala ta operacija proti Iranu, vendar je signal izjemen. Tudi če se ozrete nazaj, izvolitev župana New Yorka je zelo pomembno razdelila ena najpomembnejših judovskih skupnosti na svetu, če ne celo najpomembnejšo na svetu. In vplivna po svetu. Torej, obstaja, kako ne rečem, to je prvič od ustanovitve države Izrael, da se vse to dogaja. Recimo, da obstaja tudi zelo razumljiva zgodovinska razlaga. Moja generacija je odraščala ob zavedanju, da je šoa, holokaust, absolutno zlo, čeprav ne neposredno. Močno nas je zaznamovala neverjetna resnost tega, kar se je zgodilo človeštvu. Z leti je jasno, da začneš izgubljati spomin, vidiš tudi situacije, ki te prisilijo, da ponovno premisliš svojo lestvico vrednot. Naj vam dam samo en primer. Tisto, kar se dogaja na Zahodnem bregu, je izjemno resno. Ampak ne zato, ker je na oblasti Netanjahu ali kakšna druga vlada, ampak zato, ker je del Izraelcev, ki živijo na okupiranih ozemljih, očitno želi znebiti prisotnosti Palestincev in se jih želi znebiti s kršenjem vseh demokratičnih pravil. V demokracijah gremo na volitve, glasujemo, nato se določi, kdo bo vladal in kdo bo v opoziciji. Tukaj je očitno, da je del izraelske družbe zunaj nadzora celo izraelskih oblasti. Tega ne podcenjujte, ker je, po mojem mnenju, to za izraelsko družbo veliko, veliko huje, kot to, kar se dogaja s Hezbolahom. Opazil sem eno stvar, bil sem tam, prav si naredil, da si to omenil, bil sem tam, kdor pozna Izrael, če si predstavljate, kako izgleda zemljevid, prav na vrhu je ena od tistih, ki je bila potem izbrana, ena je tam. Metula, ki je mestece, imenujejo jo prst Izraela, ker je s 3 strani obdana z Libanonom, takoj na desni je Sirija, na severu so, ko greš v Metulo, 20 metrov od tebe hodijo pripadniki Hezbolaha z vihravo zastavo
Zakaj to govorim? Ker je res, da smo na libanonsko družbo opozorili že pred mesecem in pol, za tiste, ki so imeli priložnost poslušati, v libanonski družbi obstaja razkol. Med šiiti del, recimo bolj politični del šiitov pravi, moramo priti do kompromisa in poskušati doseči dogovor z Izraelom. Ampak, naprimer, opazil sem eno stvar, da se tisoče libanonskih šiitov, ki so živeli na jugu Libanona, ko so se vrnili na jug Libanona, v preteklih dneh je veliko izmed njih vihtalo zastave Hezbolaha. To je moj vtis, vendar je to res vtis uličnega poročevalca, da ima Hezbolah še vedno precejšnjo podporo. V družbi Južnega Libanona, ki ni v celoti šiitska, obstajajo nekatera naselja, ki so na primer krščanska. Vendar imam vtis, da razkol, ki obstaja v šiitski družbi, ni tako močan, kot mnogi mislijo. Tudi v Jeruzalemu so lahko tako mislili. Če se spomnite, pred 2,5 mesecem smo bili tam. Opozorili smo, da sta Trump in Netanjahu dejansko vodila 2 vojni, 2 različni vojni, bombardirala sta isti kraj, vendar z 2 različnima strategijama. Če pogledate, pred nekaj tedni je Netanjahu dejansko prenehal bojevati proti Irancem. Dejansko je moral sprejeti, da je bila igra v celoti v Trumpovih rokah in je preusmeril razpravo na Libanon, ter pri tem našel 90% izraelske družbe. Tudi tisti, ki so v opoziciji, ga sovražijo, ga želijo videti v zaporu. Mnogi menijo, da si to zasluži, ne zaradi političnih razlogov, ampak prav zaradi korupcije, zaradi kaznivih dejanj, navadnih kaznivih dejanj. Dovolite mi ta izraz, on, njegova žena in sin, ki je že 3 leta v Miamiju pod zaščito izraelskih agentov, in nikoli ne gre v boj. Nikoli ne gre v boj. Sin Jair je v Miamiju, torej imaš problem. Država je v vojni. Pravzaprav je mobilizirana že 2,5 leta. Kdorkoli pozna zgodovino Izraela, kdorkoli pozna zgodbo Danijele. So se spraševali prav to, kako dolgo se lahko Izrael privošči vso to mobilizacijo. Nadaljuje se. Torej, kdo nas je poslušal na začetku? Če pogledate, na spletni strani Jeruzalem Posta sta bili prav nocoj objavljeni 2 zelo zanimivi analizi. Jeruzalem Post je desnosredinski časopis, običajno je zelo kritičen do Netanjahuja, seveda ni skrajno levičarski časopis, je časopis, ampak v redu. 2 zelo zanimivi analizi na to temo, ki pravita, poslušajte tole. 2,5 leta, 3 leta že držimo družbo mobilizirano, dokler vi pravite, da imamo cilj. Pred Božičem je Netanjahu rekel, padel bo iranski vodstveni krog. No, zdaj je maj, iranski vodstveni krog ne samo, da ni padel, ampak se je še bolj radikaliziral. Drugič, odstranimo Hezbolah z juga Libanona in prenehajo bombardirati sever Izrael. Super, če ti uspe, ampak ne, če po 2,5 letih vsak dan informacije. Izraelski mediji pravijo, zadeli smo 10 baz Hezbolaha, ki so bile prav tam, Unifil jih ni opazoval. In potem rečeš, v redu, zdaj, ko si jih zadev, je problem rešen. Ne, to je politično bistvo. Ti si se očitno zapletel v situacijo, v kateri ne moreš iti ne naprej, ne nazaj. Na volitvah oktobra, ker vedno govorimo o volitvah, za katere vztrajam, da jih bo Trump poskušal preprečiti novembra, ampak Netanjahu. Daniela, želim ti dati še nekaj, ker je Jeruzalem Post, kot praviš, prav tako oster do Netanjahuja. Vprašanje, ki si ga postavljajo, je prav to. Izrael potrebuje dolgoročno strategijo do Irana, bojijo se ameriško-iranskega dogovora. Ker potem se kdo vpraša, vsa ta 3-letna vojna, zakaj smo jo sploh vodili, če pa potem ne odpravimo tistega, kar je bil zanje glavni problem. Točno to je ena od 2 analiz, na kateri sem se skliceval.
Zanimiva je izraelska družba, ki je izjemno zapletena, zelo vitalna. Torej, kjer je politična razprava za tiste, ki so obiskali ali videli sejo izraelskega parlamenta ali kneseta, je italijanski parlament kot prava skupina mevž. Včasih bolj spominja na nekatere prizore iz Južne Koreje. Družba je zelo razdeljena, zelo polemična in potem je to razmeroma majhna družba, kjer se vodilne skupine med seboj poznajo govoriti. Naj ti dam primer, ko govorimo o metuli resno, razumeš? Ali če si šel v Gazo iz Derota, si na balkonih nasproti z Derota iz Gaze videl raketne položaje Hamasa. Tam je država zelo majhna. Mi smo vajeni gledati te države na zemljevidih, ki nam ne pokažejo, kako majhna je in kako klaustrofobična je situacija. Če ti v resnici ne uspe, ker si dejansko izselil prebivalstvo z juga Libanona, si prisilil prebivalce, da so odšli. Torej, vsak izmed nas, tudi jaz sam, ki nisem strokovnjak kot general Capitini, razume, da če ti en del države očistiš, in potem, ko se civilno prebivalstvo vrne, je vse mirno. Ampak očitno ali tega nisi popolnoma očistil, ali pa so povezave, vztrajam, tudi civilnega prebivalstva zelo močne. In v vsakem primeru je bistvo to. To pravijo tudi analitiki v časopisu Jeruzalem Post nocoj. Ampak ti po 2 letih in pol si kaj dosegel? Zakaj ti, Netanjahu, ali tvegaš, da boš končal kot Trump, ki tvega, da bo končal kot Putin? Se pravi, vsi tisti, ki se borijo prej, Giorgio Alfaraz, ki ga pozdravljam njega, in tudi Ana je govorila o imperiju. Jaz 18 let v Washingtonu vam moram povedati, da je ameriški imperij v zatonu, ni bilo treba nas tujcev, da bi to razumeli. Veliko ameriških analitikov je to govorilo. Resnica je, da so Združene države Amerike prešle iz imperija v elesila. Opozarjam vas, da je pred kratkim prišlo do spodrsljaja angleškega ambasadorja v Washingtonu, ki je to povedal skupini študentov. Pravzaprav je zgodovinsko posebno razmerje med Združenimi državami in Veliko Britanijo, ki je bilo v veliki meri izmišljeno, v resnici obstaja le med Združenimi državami in Izraelom. Torej, imperij je postal velesila, ki ima v resnici zelo malo zaveznikov. Naj omenim še zadnjo stvar, Mirko, da spregovorim tudi o stvareh, ki zadevajo Italijo. Opazil sem, da ko je Trump pred nekaj dnevi zagrozil z zmanjšanjem ameriške prisotnosti v Italiji, so številni analitiki, ki zagotovo niso protiameriški in niso polemični, to opazili. In so Američanom dali vedeti, da so baze v Italiji, ne v Nemčiji, ampak v Italiji, neskončno bolj koristne za Američane kot za Italijane. V tem zgodovinskem kontekstu, v tem geostrateškem kontekstu. In tudi glede tega dejstvo, da ste videli, italijanske ankete kažejo, da 80% italijanske javnosti meni, da je Trump v najboljšem primeru kolosalen zmedenež. Poglejte, niti med vietnamsko vojno ni bilo takšnih rezultatov, ker se ne nanaša na Združene države kot državo, ampak na politično vodstvo Združenih držav. Šalabajzeri. Medtem ko je on pošiljal ljudi, da so lovili latinoameriške pomivalce posode, ki so v Ameriki vozili otroke v šolo. Nekoga, ki živi v Anconi ali Perugii ali kjerkoli želite. To malo briga. Ampak, ko greš tankat in vidiš, da je bencin 2,12 € na liter, se vprašaš, zakaj je prišlo do te cene. In če je vsa Trumpova strategija ta, da nam je pred volitvami 100-krat obljubil, potem pa se vse vrne na staro, bencin, noben Italijan se ne pusti prepričati nekomu, ki razmišlja na tak način. Ker Giorgio Alfaraz ti pravi, da je zvišanje cene bencina ena stvar, znižanje pa čisto druga zgodba.
un affaraggio. Je obupal, da bi on lahko hitro spravil situacijo v red. Non si sa mai. Med izraelsko programsko opremo, Iranci, ki blokirajo internet, Rusi, ki blokirajo internet, je svet nekoliko bolj blokiran kot običajno. Pridimo k tej temi, ki se mi zdi zelo zanimiva, vpliv tudi tihi Kitajske v tej zgodbi. Se so vseeno poslali ladje in nadzorovali situacijo. In mimogrede, viri, ki si mi jih poslal, so prav kitajski viri. Zanimivo je tudi to, z vidika rezerv, se prihajajo neposredno iz programa China Energy Transformation Program, tako da vemo, da gre za vire, ki jih oni sami navajajo. Prosim. To je recimo nekakšen think tank, ki uporablja tudi kitajske vire. Zato mislim, da je to tisto, kar je najbližje uradnim virom, ki jih seveda navajajo oni sami. In v bistvu sem naletel na ta dokument, predvsem takrat, ko sem se dotaknil teme, kaj Kitajska počne v tem konfliktu. Torej, v bistvu, kot veste, seveda Kitajska, kot smo že prej povedali, je vseeno vključena v ta konflikt z vidika energetskih virov. Predvsem v smislu, da ni prizadeta le prijateljska država, ampak predvsem gospodarski partner. In to je glavni razlog. Začnemo lahko s tem zelo kratkim podatkom, ki vam ga lahko dam. Glede na te podatke, ki pa se nanašajo na pretekla leta, torej na zadnja leta, za katera imamo podatke, torej za leti 2024 in 2025, do kolikšne mere sem to lahko izračunal? Odvisnost Kitajske od nafte, ki gre skozi Ormuz, ni tako, recimo, nepopravljivo. Je pa vseeno pomembna v smislu, da so te podatki pokazali nekaj. Približno 30% nafte, ki jo uporablja celotna Kitajska. V preteklih letih je prihajala prav iz prehoda, torej Hormuške ožine. Če pa pogledamo mešanico, ki jo vidite tukaj na grafu, energetska mešanica, torej v bistvu skupek energetskih virov, ki jih Kitajska uporablja v svojem gospodarstvu. Nafta je predstavljala približno 67%, k temu pa bi morali prišteti še plin, saj tudi del plina, ki pride na Kitajsko, prečka Hormuško ožino. Ampak razumete, da gre vseeno za nekaj izjemno vplivnega, to je treba povedati. In tukaj, jaz ne vem, treba je videti, ali tudi tisti majhen odstotek, če ga ni mogoče nadomestiti, koliko je pravzaprav kritično, če manjka ta majhen ali še manjši, recimo skromen odstotek. Torej, glede na povedano je jasno, da obstaja nekakšen vpliv, seveda pomemben, na kitajsko gospodarstvo. Predvsem, kot je bilo rečeno že prej, če bo prišlo do krize, ki bo trajala še mesece, potem morda niti velike kitajske rezerve ne bodo več zmogle ublažiti posledic. Nekateri se že mesece sprašujejo, zakaj Kitajska ničesar ne ukrene. Ne, obstaja cela skupina, se hočete, tistih, ki so morda manj naklonjeni, recimo, če dovolite izraz, Zahodu. Obstaja cela skupina pristašev Kitajske, ki pravi, ampak Kitajska ničesar ne naredi, zakaj ne posreduje, zakaj ne pošilja orožja in tako naprej in tako naprej. Kar je, po mojem mnenju, in glede na ugotovljeno, v bistvu res. V smislu, da Kitajska z vidika vojaške podpore, pa tudi zgolj podpore pri pošiljanju orožja, prodaji orožja Iranu, ne samo od začetka te krize, ampak tudi prej. Tudi od takrat, ko se spomnite, je bila vojna 12 dni in še prej so bile izmenjave. Skratka, izmenjave napadov z Izraelom v prejšnjih letih, torej v celoten tem obdobju. Kitajska, ni da bi rekel. Ne moremo izpostaviti velike kitajske namere, da bi vojaško okrepila Iran ali kakorkoli odprla svoj arzenal orožja za iranske nakupe. In eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati, po mojem mnenju, poleg dejavnika, ki ste ga prej omenili, po mojem mnenju zelo dobro, zelo zanimivo, na zelo zanimiv način, na splošno, to pomeni, da ni nujno, da se Kitajska želi obnašati tako, kot bi pričakovali, da bi se obnašala vojaška supersila, ki želi prevzeti globalno hegemonijo. Torej, eden glavnih dejavnikov je prav to, da Kitajska danes, vojaško gledano, tudi če bi hotela, v Indijskem oceanu ne more storiti veliko. Pravzaprav lahko naredi zelo malo. To smo že omenili, oziroma na kratko se dotaknili te teme v enem drugem prenosu tukaj.
Mi smo to zapisali v knjigi o Pacifiku pred letom in pol, vse lepo. Flota in tako naprej, ampak enako velja za Američane. Ne morejo zapustiti baz v Evropi, ker sicer ne bi imeli projekcije moči. Kitajci imajo čudovito novo floto in tako naprej, ampak zelo malo baz. Tako je, ja, v bistvu si povzel to, kar sem hotel povedati, v smislu, da imaš res dar za povzemanje bistva. Bistvo je, da ima Kitajska to floto, ki ni samo številčna, ampak tudi draga. V zadnjih desetletjih so za to porabili ogromno denarja, flota pa je zelo moderna, zelo zmogljiva. Druga največja na svetu. In celo blizu svojih obal, torej v Tihem oceanu, seveda blizu Kitajske. Po mnenju mnogih analitikov ima že zdaj nekaj možnosti, da premaga ameriško mornarico v spopadu za Tajvan. Vendar pa je Kitajska močno omejena, če se premaknemo v scenarij, kot je Indijski ocean ali proti Ormuški užini. Naprimer, uporaba pomorskih sil. Prvič zaradi pomankanja baz, drugič zaradi pomankanja flote, recimo oskrbovalnih ladij za dolge razdalje, kar je še ena stvar, ki jo razlikuje od ameriške mornarice, še ena izmed njenih šibkih točk na nek način. Ker je imela tudi Sovjetska zveza nekoč, ste videli prej, tisti zemljevid je že imel bolj razširjeno mrežo baz v primerjavi s tisto, ki jo ima Kitajska danes. In tudi za Sovjetsko zvezo je bila to šibka točka sovjetske mornarice. Kakorkoli, kot vidite, je že imela precej obsežno mrežo pomorskih baz. Ali pa države, ki bi po dogovorih, ki so bili sklenjeni, v bistvu morale omogočiti oskrbo sovjetskim vojaškim ladjam v času hladne vojne. Kitajska ima danes samo eno vojaško in pomorsko bazo zunaj svojega ozemlja, in sicer v Džibutiju. To je majhna baza, ta, ki jo vidite tukaj, odprta leta 2017, če se ne motim. Ima pomol, ki lahko sprejme 34 vojaških ladij, ali pa eno veliko vojaško ladjo, kot so letalonosilke. In vendar jo seveda uporabljajo. Do danes Kitajska praktično stalno razporeja majhno pomorsko skupino v Indijskem oceanu, ki jo sestavljata dve ladji, ki v bistvu podpira oskrbovalna ladja. In to traja že mnogo let. Vendar pa v primeru enega, hipotetičnega konflikta. In tukaj se vidi, da Kitajska niti ne more poskusiti uporabiti to karto kot grožnjo. Na tem področju bi bila ta baza najprej težko uporabna, ker so v Džibutiju šli pogledat. Tam je kitajska baza, vendar so tam tudi vse zahodne baze, ki so celo večje, in predvsem potem še Džibuti. V bistvu je Kitajska v vojnem scenariju praktično ne bi mogla oskrbovati. Nima niti dovolj dolge steze, da bi lahko pristajala velika letala, in nima niti pomembnih obrambnih sistemov, torej, če izamemo to majhno bazo. Kitajska bi morala v bistvu poslati mornariško skupino iz svojih voda in jo stalno oskrbovati svojo floto oskrbovalnih ladij, ki pa je, če povem na kratko, zelo omejena. Torej, Kitajska nima samo sodobnih bojnih ladij, ampak ima zdaj tudi veliko število bojnih ladij, vendar pa nima oskrbovalne flote, ki bi bila sposobna delovati daleč stran in tedne ali mesece izven svojih voda. V bistvu, kaj bi lahko ocena, da bi Kitajska lahko naredila v kratkem obdobju, čeprav tega ne bo storila? Verjetno, če bi želela groziti z vojaškim posredovanjem, bi lahko, največ, kar bi lahko storila, glede na to, kar vemo, in glede na zmogljivosti teh oskrbovalnih ladij, podpirala operacije le v omejenem obsegu. Verjetno 2 ali 3 manjše skupine, torej 2 ali 3 pare lovcev, tropov, rušilcev, fregat, zelo, zelo malo, če je nasprotnik ameriška mornarica, skupaj z vsemi zavezniki in vso podporo baz, torej v bistvu koalicije, torej Kitajska, to se je treba vojaško zapomniti. Ne more niti poskusiti igrati te karte tam po drugi strani. In se vračam k temu, kar je prej rekel Kapitini. Dejstvo, da je danes v takem položaju, pomeni, da Kitajska ni razmišljala, da bi želela igrati to karto. Ko je pravzaprav gradila mornarico, ki je izjemna v Tihem oceanu, vendar ni zasnovana za projekcijo moči v druge oceane. Tudi to je podatek, ki ga je treba upoštevati. In da zaključimo Kitajski, še ena zanimivost. Pojavila se je v teh zadnjih urah ali zadnjih dneh. Končno je v tem konfliktu uporabljeno novo kitajsko orožje. Zanimiva stvar. Pojavila se je fotografija tega kitajskega orožja, ki je praktično eden od prototipov kitajskih laserskih protidronovskih obramb, izdelanih v zadnjih letih.
vendar pa ni bila objavljena fotografija tega sistema v iranski uporabi. Vendar pa se je v Združenih arabskih emiratih izkazalo, da so Emirati kupili nekaj teh sistemov in jih testirajo ali uporabljajo proti Iranu v tem konfliktu. Tudi to vas torej napelje na razmišljanje. Najbolj resnična in recimo kinetična pomoč, ki so jo ujeli, ni na iranski strani. Ni res, da ne počne prav nič. V smislu, da Iran oziroma Kitajska z Iranom vseeno zagotavlja komponente za industrijo. Seveda, trguje. In tudi ena od ameriških ladij, na katere so se Združene države ukrcale med pomorsko blokado. Zdi se, da je vsebovala kitajske komponente za izdelavo raket. Torej, ni res, da ne počne prav nič. Vendar, kot vidite, to ni ravno vedenje, recimo, supersile, ki bi si želela vojne. Tako, in zaključil bi pravzaprav z drugo stvarjo, z drugim vprašanjem, ki se mi zdi zanimivo, ker smo prej govorili o tem, kako o razliki, pravzaprav, recimo o podobi, ki izhaja iz tega konflikta med velikimi silami. Torej, Kitajska, ki se zdi nekoliko morda relativno nezainteresirana, a vseeno sila, ki je nekakšen edini odrasli v sobi, kot bi rekli. Torej, ne stopnjuje napetosti, ostaja pri svojem, recimo tako, v tem primeru nikakor ne napada druge strani. Združene države Amerike, najprej smo govorili o vojaškem spodrsljaju, saj gre vendarle za silo tega ranga in z vojaškimi izdatki, kot jih imajo Združene države. Tega nihče ni pričakoval. Predvsem pa smo, po mojem mnenju, upravičeno govorili o izgubi kredibilnosti tiste, ki naj bi bila svetovna supersila, svetovni policist. Ali pa tudi z vidika svetovnega gospodarstva, tisti, ki zagotavlja red in blaginjo v svetovnem gospodarstvu. Med vsemi izgubami kredibilnosti smo, po mojem mnenju, nocoj izpustili eno veliko, ki je še en element, ki ga vidim. Smejim se, ampak v resnici ni kaj dosti za smeh. V smislu, da je med številnimi Trumpovimi izjavami v zadnjem času ta teden prišla ena precej zanimiva. Mislim, da smo že omenjali ime Project Freedom, torej v bistvu prejšnjo nedeljo, med nedeljo in ponedeljkom. Trump je objavil ta tweet, ta zapis na svojem družbenem omrežju, v katerem je dejal, da začenja ta domnevni Project Freedom. Torej, v bistvu je dal nekako zeleno luč trgovskim ladjam številnih držav, ki so bile blokirane v zalivu, kot si lahko predstavljate, tudi s humanitarno tragedijo, saj so vsa posadke na teh ladjah ujete. Skratka, on je rekel, da bi se lahko v bistvu začelo od ponedeljka. Ti si impenjavano, da bi olajšali izhod teh tovornih ladij, so delno ponovno odprli Ormuz. V bistvu so spodbujali poskus preboja iranske blokade, in to predstavljali tudi kot nekakšen dogovor dosežen z Iranom. Torej ni rekel, da bomo poskusili, gremo, se bomo borili. Morda ta stvar, ker Trump pogosto pretirava in vsak teden nekaj izreče, ni povzročila toliko hrupa. Ampak po mojem mnenju je to še en ogromen pokazatelj nezanesljivosti, na naravnost sramotni ravni. V smislu, če pogledamo, kaj se je zgodilo celo že kakšno uro pred njegovo objavo, torej je on to potezo zagotovo pripravil vsaj 1 uro pred svojo objavo. Tovorna ladja je poskušala prečkati Ormuz na strani, kjer je Trump trdil, da bo nov koridor, in so jo napadli Iranci. V naslednjih 2 dneh so poskusile še druge tovorne ladje. Še 3 ladje so bile napadene, 2 so zadeli med poskusom prečkanja, še 2 pa blizu obale Združenih arabskih emiratov. Torej, Iran v bistvu ne samo, da se ni strinjal, ampak mu je celo uspelo zadeti ladje, ki so poskušale narediti to, kar je Trump trdil, da je mogoče narediti. Trump je tudi dejal, da bo ameriška mornarica spremljala in varovala te ladje, vendar, če so to res poskusili, ni uspelo. V vsem tem je edini uspeh, lahko bi rekel ameriški uspeh v tem Project Freedom do danes, vstop. Zdi se, da tudi tukaj ni ravno 100%. Zdi se, da sta 2 ameriška rušilca v tistih trenutkih, ko so trgovske ladje poskušale izpluti, ameriška rušilca vstopila v zaliv in naj bi bila do danes prav tam, v zalivu. Majhna opomba, če dovoliš, prav glede te zadeve z mi vas bomo spremljali. Ameriška mornarica ni rekla, mi vas bomo spremljali. Ponudila je nekakšen dežnik srednjega do širokega dosega, ki ga zagotavljajo letala, satelitski nadzor
in na morju nekaj helikopterjev proti čolničkom. To jim priporočilo, da se držijo ob obali Omana, da bi se izognili minam. To je bilo tisto, kar so ponujale Združene države. Nihče ni ponudil spremstva ladij, rekli so, poglejte, mi vam zagotavljamo tovrsten bolj ali manj razširjen dežnik, ki bi moral v teoriji delovati. Na tej točki je na vas, ladjarjih, in v drugem planu na poveljnikih ladij, da presodite, ali je to, kar vam ponujamo, dovolj, da se umaknete. Reklamni slogan je bil. To počnemo ne zato, da bi prekršili blokado, ki smo jo sami uvedli, ampak da bi posadkam omogočili jesti, piti in se vrniti v normalno življenje, kot humanitarno dejanje. Dejstvo je, da so ladjarji in poveljniki v zalivu odgovorili: da, zelo nam je všeč, v redu, upoštevali bomo in vas obvestili. Ker praktično skoraj nihče ni vzel ponudbe resno, v smislu varnosti plovbe na tem kratkem odseku morja, tistim redkim, ki so jo vzeli resno, kot si pravkar omenil, kaj se jim je zgodilo? Recimo, da je bil to načrt, za katerega je sama ameriška mornarica rekla, poglejte, mi ne moremo nikogar spremljati, nikogar v Hormuški ožini, oprostite za vdor. Ne, v resnici koristno, ker sem si verjetno narobe zapomnil, zato sem šel poiskati tisti tweet. Dejansko sem morda preveč optimističen, ker on pravi, pomagali vam bomo, da se izvlečete iz te katastrofe. V bistvu... Torej, recimo, da vam bomo pokazali pot, vi pa pojdite naprej. Točno tako. Jo. Poslušaj glas, ja, pridi proti meni. Jaz sem tisti, ki maha z rokami zunaj minskega polja. Evo, to sem jaz. Dejansko so bile vse ladje, ki so bile zadete, res zadete, prav na tisti poti blizu Omana, ki so jo oni navedli. Torej, še ena velika poteza. In še ena stvar, glede katere se delno strinjajo tako Iranci kot Američani, je, da tista dva rušilca očitno nista bila zadeta. Nimamo dokazov, da bi jih zadeli Iranci, ampak sta bili tarči. Američani pravijo, da so stopili seveda na slaven način, pripeljani s helikopterji pod sovražnim ognjem in jim je uspelo. Tudi Iranci so rekli nekaj v smislu, da so jim poslali opozorilne strele. Torej, tudi tukaj je resnico težko razumeti, ampak verjetno so res vstopili. Jaz sem našel tudi satelitsko sliko tega, kar je videti kot prav tista dva rušilca naslednji dan v zalivu. Slika je nekoliko slaba, ker gre za satelite z nizko ločljivostjo, po dolžini pa res gledajo kot tista rušilca, čeprav nismo povsem prepričani. Vse to, torej ta zgodba, Trump je potem objavil še en zapis, v katerem je rekel ne. Pravzaprav, ker nas je Pakistan prosil, pogajanja potekajo tako dobro. Prekinili smo ta postopek, ker ni bilo povsem jasno zakaj, ampak v bistvu zato, ker je bil ovira za pogajanja. Očitno je to recimo zadnja, na nek način zadnja Trumpova zgodba, bi rekel, tega tedna, morda, o bog. Tiste, ki se dogajajo, medtem ko govorimo zdaj, morda jih bo še več, ampak to je še en velik udarec. Tukaj vidite satelitsko sliko, to naj bi bil eden od dveh rušilcev, kot lahko razberete iz te grozljive slike. To so sateliti, tisti brezplačni Sentinel, ki pa so zelo uporabni, ker so dostopni vsem in pogosto preletavajo. To lahko ugotovite po dolžini, v smislu, da je tam merilo, lahko izračunate, kako dolga je tista ladja in če veste, kako dolgi so ameriški rušilci. Približno lahko sklepaš z izločanjem. Seveda, s tako kakovostjo nimaš ravno gotovosti, odvisno je tudi v tem primeru je kakovost še nižja kot običajno. Res je slaba, ampak po mojem mnenju nam daje dober namig. Torej, kot sem rekel, za zaključek. Torej, ponovno, Trump je nekaterim dal vedeti, kot je rekel, na splošno. Na srečo ga niso vsi poslušali, ne? Nekateri so ga poslušali in so to plačali. Mimogrede tudi francoska ladja je bila zadeta. Francoska kontejnerska ladja, si predstavljate. Drugič, vsaj ne vem, če so kakšno pozabili, drugič, Trump je rekel, da je blokado, oziroma je dal vedeti, da se je blokado dalo prečkati, to se je že zgodilo pred tedni, spomnim se, da smo o tem govorili. To se je že enkrat prej zgodilo, ko je Trump objavil tweet, v katerem je v bistvu spet dal vedeti, da se lahko prečka. In tudi Iran je napadel ladje, ali pa jih saj odbil in grozil ladjam. Zato se zdaj sprašujem,
Karkoli bo Trump rekel od tega trenutka naprej, kako mu je mogoče tako na diplomatski ravni, kot tudi na ravni trgovskih podjetij dati kakršnokoli verodostojnost temu, kar govori. Dejansko novice izpred minute, ure 22:29, to je bilo objavljeno ob 22:28. Nismo daleč, vendar še vedno ni dogovora. To poroča Axios, ki se sklicuje na vire iz Bele hiše. Vlada upa na diplomatski preobrat do zaključka Trumpovega obiska na Kitajskem, ki je predviden za naslednji petek. Potem se stvari spremenijo, bože, ne vem jaz. Če do tega datuma ne bo dosežen noben dogovor, pravijo viri, bi predsednik lahko ponovno razmislil o možnosti odreditve vojaškega ukrepa. Ne vem, to bo že 86. preložitev napada, tako da je zdaj že tudi to odlašanje postalo običajno. Ne, ker potem če blefiraš z vojaško grožnjo, tega ne moreš početi v nedogled, ker popolnoma zgubiš verodostojnost. Poleg tega si predstavljajmo, če smo do danes že večkrat videli, da kadar je bila vojna recimo visoke intenzivnosti. Pred meseci smo večkrat slišali iz izraelskih ali ameriških virov, da so v bistvu trdili, da so uničili večino iranskih raket, izstrelitvenih naprav, skratka iranskega orožja. In potem se to ni zgodilo. Vsekakor me na tej ravni. To, da sem danes celo bral članek v enem od ameriških časopisov, iskreno se ne spomnim katerem, ampak bil je eden večjih, celo so znižali odstotek uničenih izstrelitvenih naprav na 20%, ali nekaj takega. Tako so govorili, da je v resnici velik del iranskega arzenala bil obnovljen. Ampak vse to, da povem kaj, da bi z enim napadom, ne rečem ravno povsem presenetljivim napadom, ampak vendarle z razmeroma nepričakovanim napadom, ali pa vsaj z enim samim udarcem. Si predstavljajte napad jutri. Po vseh teh opozorilih, po vsem tem času za pripravo, bo Iran zagotovo popolnoma pripravljen. Bo malo zabombardirati, razen tistega, česar ne moreš skriti. Vse bo premaknil, razpršil bo tisto, kar se je dalo premakniti, skril bo, nato pa spet postavil na svoje mesto. Poleg tega bo tudi opazil, kje je bil ranljiv v prejšnjih napadih. Kje je manj, kje na primer Američani uspejo opraviti več letalskih napadov in kam pride manj vseh teh zadev. Iran seveda v teh tednih počne prav to. Iranska vojska se pripravlja na drugo poglavje tega konflikta in težko je verjeti, da so manj pripravljeni kot v prvem. Počnejo še nekaj drugega, kar je precej pomembno, izpopolnjujejo svoj postopek določanja ciljev. Torej zdaj, to je za obrambni del, kako se zaščititi pred udarcem, ki bi ga lahko prejeli. Drugi del pa je, kako zadati udarce na točke, kjer najbolj boli. Glede na izkušnje, ki so jih pridobili v tem mesecu vojne, kaj je bilo narobe? Katera vrsta rakete bi lahko bolje delovala ali pa je ni bilo mogoče uporabiti in morda pošljemo 3 namesto 2? Vse, kar so se naučili v tem obdobju in izpopolnjevanje, rafiniranje, morda proces določanja ciljev glede na strateško ranljivost. Torej, morda so izpopolnili načrt in rekli, v redu, po vašem mnenju, če Izrael izpostavimo množičnemu napadu, res v 4 dneh, da jim recimo zravna s tlemi pristanišče Haifa, tukaj razsoljevalnike, obe rafineriji, ki jih imajo. Torej, če se osredotočimo na te stvari, koliko zdrži, koliko lahko ta država zdrži, to sem mislil. Ta mesec je zelo prav prišel za izdelavo načrtov. Načrtov, ki temeljijo na resničnih izkušnjah, ne na tistih, ki so jih pridobili pred 1 letom. Maturate un mese e mezzo fa. Torej, obstaja tudi del meča, ne samo del ščita. Absolutno, na nek način. Pogosto pravijo, da je vsaka vojska pripravljena na prejšnjo vojno. Ali v tem primeru gre za trenutno vojno. Ker če se res začne znova v tem trenutku, so res pripravljeni, da to vojno vodijo še bolje. Ki ima v bistvu enake značilnosti kot pred 2 mesecema. In tukaj se, po mojem mnenju, navezujemo na to, kar smo že povedali na začetku prenosa v živo. Pomislite na vlogo vsega tega satelitskega obveščevalnega gradiva, ki so jo Iranci analizirali v teh mesecih. Torej, pravzaprav v katerem smislu razumeti, kje so
raketni ali dronski napadi pogosteje uspeli, naprimer, in kje se jih sploh ne splača izvajati na tak način. Če je recimo protibalistična obramba pokazala, da je naprimer izraelska obramba bila zelo učinkovita. Najprej pozdrav mačku generala. Če se je obramba izkazala za zelo učinkovito proti določenim vrstam srednjega dosega raket, bi se Iran morda odločil, da jih ne bo več zapravljal za takšne cilje in jih uporabil proti drugim. Nasprotno, če se je obramba izkazala za zelo neučinkovito, proti poceni samomorilski droni, Iran morda ne bi zapravljal dragih balističnih raket, ki jih ima manj, ampak bi uporabil samo samomorilske drone, kjer se ve, da ima sovražnik samo to obrambo. Torej obstajajo vsi te izračuni, ali pa še en primer, ki se mi zdaj poraja, naprimer, lahko so to opazili predvsem z izkušnjami, do katerega dosega postavimo ameriško letalonosilno bojno skupino. Običajno zazna dron, ki ga pošlješ na izvidnico in ti ga sestrelijo na nekaj 10 kilometrov, zaznajo ga in ga sestrelijo. Tudi tam lahko uporabiš te informacije, da veš, koliko si lahko drzneš z izvidnico in koliko se moraš držati na varnem. Skratka, vidite, da je tu veliko vprašanj. Daniel in Giuseppe, poglejmo, če obstajajo stroški te vojne, o tem se govori v Ameriki, poleg gospodarske krize, ki jo povzroča, ampak gre za dejanske stroške. Vem, ker vem, da je bila obravnava in tako naprej, in Trumpova ekipa ni bila niti sposobna predložiti proračuna ali ocene. Točno tako. Prej sem omenil številko, ki je zagotovo narasla, a prejšnji teden je bilo ocenjeno, da je bilo samo za orožje in podobno porabljenih 25 milijard dolarjev. In to je točka, ki jo poudarjajo tudi v Washingtonu. Tudi Capitini je to prej omenil. Nisi samo porabil veliko denarja, ampak si tudi izpraznil. Nekateri pravijo, da gre za 40% raketnih zalog Združenih držav Amerike, ki ga ni mogoče obnoviti v nekaj mesecih. Podobno kot je govoril George R. Faras o naftnih vrtinah, tudi tukaj je potreben zelo dolg čas, seveda. Prvi, ki so šteli, koliko raket so Američani uporabili proti Iranu, so bili prav Kitajci. Več kot jih Američani uporabijo proti Iranu, manj jih bodo imeli jutri za zaščito Tajvana. Torej, to je ena stvar. Vprašanje stroškov je očitno, ker imaš pritisk, to je nekaj, kar vsak, ki spremlja Parabellum, takoj razume, imaš pritisk ameriške družbe. Ne zato, ker ne zmaga v Iranu, ampak ker se zvišajo življenjski stroški za nekoga, ki sploh ne ve, kje je Kanada, kaj šele Iran. In zato je pritisk družbe v zadnjih dneh na del republikanskih poslancev. Verjetno ste videli, da je bilo v zadnjih dneh novo srečanje Donalda Trumpa z njimi, na katerem je ponovno ponovil tisto, kar je rekel januarja. Torej, on je to priznal. Glasuje se v Združenih državah Amerike, izgubimo predstavniški dom. Ampak danes zjutraj je bila v časopisu Washington Post zelo zanimiva analiza, ki pravi, danes tvegajo, da izgubijo tudi senat. Kar ne pomeni le politične škode, pomeni, da nekdo gre v zapor. Torej, mi smo v situaciji, kjer se je ameriška družba na politični ravni tako zelo zaostrila, ki Trump poskuša spraviti v zapor nekdanjega direktorja FBI, CIA in tako naprej. Bodite prepričani, da če nasprotna stran, ki je danes manjšina, zmaga, jim tega ne bo več oprostila. On je nabral celo vrsto zamer, posebej v Washingtonu. Washington ima na tisoče bivših kolegov Capitinija, na tisoče generalov Pentagona, vodilnih iz FBI-ja, CIA, ki so bili odpuščeni. Okoli 300,000 zveznih uslužbencev je bilo lani odpuščenih v Damasku.
a predvsem Washington je poln visokih uradnikov, ki so jih vrgli na cesto in komaj čakajo, da se maščujejo. Če republikanci izgubijo volitve in danes jih izgubijo, torej ravno glede vprašanja, ki ga postavljaš ti, stroškov vojne, se to začenja čutiti. Še posebej v nekaterih ameriških podcastih. Govor povprečnega ameriškega volivca, ki pravi, oprostite, ampak ste zmanjšali zdravstveno oskrbo, ampak obljubili ste, ker to je tisto, kar zanima vsakega človeka, ampak rekli ste, da imajo ameriška zdravila visoke stroške. Sramotni, recimo tako, sramotni v primerjavi z preostalim svetom. In ni res, da je to zaradi stroškov denarja, kot ste mi rekli. Potem ste razdrli tisto malo avtomobilske industrije, Tesla in tako naprej, ki je konkurirala Kitajcem. Danes bi mi zelo prav prišlo, če bi imel električni avto. Prisilili ste me, da se vrnem k fosilni energiji, s čimer ste odstranili Ameriko iz konkurence. Kitajcem odpirate prosto pot, Američana pa puščate, da se ukvarja z vedno dražjo in vedno bolj onesnažujočo fosilno energijo. In ti praviš, v zameno za kaj je Trumpova administracija to naredila? V zadnjih dneh je očitno, da je bilo to vprašanje lahko predvideti. Bolj, ko se bližajo vmesne volitve, bolj ameriška javnost zahteva odgovore od svojih predstavnikov. S to zgodbo o vojni z Iranom, kam želite priti? Očitno je, o tem nismo govorili, ampak tudi ta obisk Rubija pri papežu. Pozor, v anketah, ko je Trump pred nekaj dnevi spet žalil papeža, sta mu 2/3 tudi republikancev rekli, ti si nor. Američani so mu to povedali, ne kdo drug. Torej, v ameriški družbi je trenutno razkol glede gospodarstva, pa tudi glede samega Trumpovega pristopa. Morda ste videli, da so na Floridi odprli prvo letališče, poimenovano po njem. Ampak to je šele prvo, ker kaj je potem naredil? On zahteva, da spremenijo tudi ime letališča v Dallasu in Penn Station v New Yorku. Rekel je, če ne, vam ne dam zveznih sredstev. Torej, razumeš, da se to vleče iz dneva v dan. To je gospodarska situacija kot v vseh državah sveta, ki spreminja življenje. Kaj bo? Ožina Trump, ker nam bo to manjkalo. Zadeva z nabavo streliva je zelo zanimiva. Tako z vidika nabave, ker takoj, ko je izbruhnila vojna v Ukrajini, se je potem zgodila zmeda. Oktobra 2023. V Gazi je bila prva skrb, ki so jo izpostavljali vsi raziskovalni centri, ta, da Amerika ni sposobna obvladovati 2 konfliktov srednje intenzivnosti in posledično oskrbovati 2 fronti. To je bilo natanko tisto, čemur so se želeli izogniti z hitrimi posredovanji tudi v okviru koalicije. Da so pomagali Izraelcem proti iranskim napadom, je bilo prav zato, da bi rekli, tukaj končajte, pomagamo vam nekajkrat, potem pa je dovolj otrok, dovolj igranja. Ker ne moremo teh posredovanj izvajati v nedogled. Mislim, da je to tudi eden od razlogov, zaradi katerih verjetno Izraelci proti Iranu. Kot da bi rekli, lej, ni treba, da nam celo življenje delaš varuško, dajmo jim en močan udarc, spravimo jih v nokaut, tako vam ne bo treba vsakič, ko se ti odločijo, da nas napadejo, biti naša varuška. Namesto tega so dosegli ravno nasproten učinek. Na eni strani imaš Evropejce, ki namenjajo denar za nakup ameriškega orožja, da oskrbijo Ukrajince, in zdaj imaš spor, ki je vseeno porabil veliko število tomahawkov, ramsov, raket in patriotov. Torej, točno tista 2 scenarija, ki jo nisi želel, si ustvaril sam. Saj o tem se je govorilo 23. Dodam še nekaj. Obstajata 2 točki, ki jo lahko povežemo s tem, kar je govoril Giorgio Alfaras. Trumpova administracija je v 2 mesecih uspela izprazniti
strateške rezerve. Ker je ena od težav, ki jih je razlagal Alfaraz, res ta, da Američani prodajajo energijo tudi nam. Ampak res je tudi, da kot pri vseh stvareh v življenju, če imaš 100 milijonov sodov, ne prideš kar z magično paličico. Če jih prodaš več, kot jih proizvedeš, jih zmanjka. Isto velja za strelivo. Torej, ti dve stvari, ki jo govorita, gresta skupaj. In prav danes zjutraj je išla preiskava v Financial Timesu prav o vprašanju orožja za Evropejce. V smislu, da ko nimaš več dobav, ki si jih obljubil, naprimer Nemcem, ustvariš problem, ki dejansko pusti Evropo z obrambno vrzeljo za 3 do 4 leta. Na tej točki pride do politične reakcije. Mirko, in sicer so evropski politiki danes, kako naj rečem, v težavah. To, da reputacijska škoda in izguba verodostojnosti Združenih držav Amerike, ne glede na to, kako zaskrbljena je Evropa, bo prisilila evropske politike, Japonsko, Južno Korejo in Avstralijo, da se organizirajo neodvisno od Američanov. Tudi v prihodnosti, kdorkoli bo predsednik Združenih držav Amerike, to je bistvo. Tokrat ta predsedniški mandat ni taka, da bi se z vrnitvijo drugega predsednika vrnili v neko normalnost, ni več poti nazaj. Po mojem mnenju je škoda, ki je nastala s prehodom iz imperija v veliko silo, postala že strukturna, a v najboljšem primeru bo trajala še naslednjih 20 let. Pavlo, zaključek je tvoj, saj smo o tem govorila tudi danes po telefonu. Je mogoče, da so vse te ali vojna v Ukrajini ni bila dovolj? Ta kriza in tudi poteze Trumpa, kot je umik ali grožnja z umikom, za katere vemo, da jih z logističnega, strateškega in operativnega vidika ne morejo izvesti, ampak recimo, da to počasi dela, počasi sili politike tudi glede na konflikt v Ukrajini. Imeli so pogum, da so se začeli premikati v smeri ustvarjene evropske sile. Ker smo videli prve sramežljive znake, veliko zadržanosti, koalicijske sile okoli Cipra. Portugalska je vsaj naredila popis vseh, ki bi lahko bili bodoči vojaki. Enako velja za Nemčijo, torej tudi recimo za uvedbo razprave o vojaški nujnosti znotraj držav, kar je bilo pred 5 do 6 leti bogokletno. Tudi samo govoriti o mobilizaciji, tudi če je le zamišljena po možnih silah ali podobnih stvareh. Jaz bi predlagal, da se nagrada Karla Velikega podeli Donaldu Trumpu. Veste, to je nagrada, ki priznava posebne zasluge za Evropsko unijo. Ker tega, kar je uspelo Trumpu v odnosu do Evropske unije, ni uspelo še nikomur. Nihče preprosto ni odvzel vse varnosti, kot je dobro povedal Daniele Moro, to je odvzem, naslednji tega ne bo povrnil. Ne gre samo za to, da bi počakali, da to mine. In to je prepričalo predvsem vodstvene elite. Za določeno obdobje, recimo za polovico vojne v Ukrajini, ko je šlo za prehod od Bidena do Trumpa, se je zdelo, da evropsko vodstvo zaupa v to, da bo pač Trump odšel in se bo vse vrnilo na staro. Vrnili se bomo v stare dinamike, čase in zahteve, na katere smo bili navajeni, rečemo si, ja, vse potem tega niti ni treba več vzdrževati. Zdaj se je ta odnos očitno spremenil, ker so se zavedli tega, kar je Daniele prej povedal. Poglejte, ko bo Trumpa konec, se ne bomo vrnili nazaj. Vrnili se bomo in ostali na bolj vljuden, bolj miren način, morda malo bolj sproščeno. Glede tega odnosa z Združenimi državami. Težava je v tem, da naše vodstvene elite niso bile ustvarjene za obvladovanje izrednih razmer. In predvsem niso bile ustvarjene za obvladovanje izrednih razmer na tej ravni. Torej, se odločimo, da preusmerimo pomemben del državnih proračunov
Ker se spomnim, Evropska unija je meddržavni dogovor. Torej, ni država, ki bi se odločila vlagati v to ali ono. Zato moramo vse evropske države prositi, naj namenijo pomemben del svojega bruto domačega proizvoda za ponovno oboroževanje. Le naše vodstvene elite imajo prav, da morajo upoštevati dejstvo, da jih je treba ponovno izvoliti, da morajo znova na volitve. In to velja za notranje politični del. Toda tisto, kar nam predvsem manjka, je, da nimamo nobene ideje, kaj storiti, da je treba nekaj narediti. Vsi se strinjajo, ko postavimo naslednje vprašanje, ja, ampak kaj moramo storiti? In potem takrat začnemo popolnoma tavati v zmedi. Ker že pri sami opredelitvi grožnje, ene grožnje ali niza groženj, ki bi bile verodostojne za vso Evropo, od njenih meja z Rusko federacijo do njenih meja z Atlantikom. Kaj? Katere so prave grožnje, ki bodo destabilizirale Evropo, ki jo bodo Združene države v naslednjih 20, 30, 40 letih slabo ščitile? To je dobro vprašanje, ker je od odgovora na to vprašanje odvisno, katere bodo grožnje. Na podlagi tega se določijo doktrine, torej kako prepoznamo grožnje, in določi se, s katerimi sredstvi. Torej, kakšna je vojaško-industrijska politika, ki bo Evropi zagotovila sredstva za izvajanje doktrine, ki je potrebna za obrambo pred grožnjami? To je logičen proces, vendar je to proces, ki še ni vzpostavljen. Kar poleg tega, da prihaja, je kot gledati piščanca, ki teče, piščanca brez glave, ki teče nekam in ne ve, kaj naj stori. Vemo, da je treba nekaj narediti, vendar nihče ne ve, kaj. Brcajo nas vrit, Pavlo, ampak ni, ne? Prav si rekel, brcajo nas vrit, to je vodilni del, ampak rit. Mislim, prav to, ko ni možganov, udariš edini del, s katerim razmišljajo. Saj že razmišljajo s tistim delom. Si jih lahko predstavljaš, kako jih brcaš, kakšna zmeda. Problem pa bo zelo resno nastal za nas, Evropejce, nas, državljane različnih evropskih držav, ker vprašanje, ki nam ga bodo postavili, je: fantje, izberimo nekoga, ki se na to spozna, torej nekoga, ki zna vzpostaviti nek proces. Ker čas za zdaj bomo videli, zdaj bomo naredili, zdaj bomo razmislili, ni nam več na voljo in zato moramo najti nekoga, ki je sposoben razviti ta proces. Nismo samo mi, ki govorimo o Francozih, Nemcih, Angležih, Špancih in imamo na voljo ljudi, ki to znajo narediti, ki bi imeli idejo. Kakorkoli že. Na drugi strani imamo dokaz, kaj to pravzaprav pomeni. Se spomnite, ko je bila televizijska reportaža o Kopiju, en sam človek na čelu. Torej, njegovo ime je Fausto Coppi. Odlično deluje v kolesarstvu, postal je mit. Trump ga je spremenil v sistem vodenja, ki ne deluje, ker je izjemno kompleksen sistem, supermoč. Ali kot zveza držav, ki so vseeno precej raznolike in kompleksne, kot je Evropa. Ne more, ne deluje, če je na čelu samo en človek, ki je med tem, da bi ostal sam na vrhu, popolnoma odstranil celotno to strukturo. Znanja, kompetenc, spomina in tudi idej, ki omogočajo kompleksni državi, da se premika počasi, a v razumljivih smereh. Mi imamo nekoga, ki razmišlja kot Petrolinijev cesar. Bravo, hvala, rečejo ti bravo, tudi ko ne rečeš ničesar. To je njegov cilj. Ampak ta sistem ne deluje, ker velike množice potrebujejo kompleksne projekte in gotovost. Kompleksni projekti, ki potrebujejo desetletja, da se uresničijo, če se odločiš, da se odpoveš cilju. To je proces, ki se začne v Evropi, je proces, ki se začne danes in konča čez 40 let. Če želiš narediti nekaj zase, Zaprtje Evropa se premika z gospodarskega vidika, ustvarja orodja za obvladovanje krize za krizo, ali pa živimo iz dneva v dan. Ali ti to vidiš?
pripravlja nekaj, kar bi lahko bil začetek projekta, recimo tako. Torej, razpravlja se o začetku projekta. Teme, ki ne pridejo kar iz nič. Predsednik vlade Kanade je rekel, da se je svet spremenil in da ni več imperija, ampak supersila. Potem so prišli na dan številni predlogi, znameniti predlogi Draghija in Lette. Pustimo to. Zasluge, vendar so to signali in signali in signali. Na neki točki se je začela razprava, da bi lahko evropski javni dolg deloma nadomestil ameriškega, ki je v resnici v zelo slabem stanju. To, da preidemo na finance, torej so ti močni signali, ampak res je to, kar je prej povedal general, torej potrebna so desetletja. Torej od trenutka, ko se za to odločiš. Ni tako za vse. Naprimer, ta kriza na Japonskem povzroča ogromen problem. Države, ki so veliko bolj odvisne. Ampak če se vrnemo k Evropi, moraš pomisliti, da je recimo tako, Evropa postala nemočna. Z razlogom, da po 2 grozljivih vojnah in izgradnji socialne države nimaš več bojevitega duha. Želje po tem, da bi počel stvari, ki jih naprimer v drugih državah še vedno imajo, tukaj ni več. Na Japonskem obstajajo nekatere kulturne stvari. Ko enkrat zamenjaš bojevitost s socialno državo, nimaš več želje, da bi ljudi silil v vojsko ali karkoli podobnega. Tako obstajajo zelo težki in zelo zapleteni kulturni pojavi. Torej, ni tako, da bi politiki s čarobno paličico nenadoma odločili, da se Evropa ne le ponovno oborožuje. Da eden od 3 projektov Draghija, poleg tega vstopa v visoko tehnologijo, drugi projekt in tretji postane celo ekološki. In potrebuješ voljo, torej moraš tudi imeti, dovolite mi šalo, za stolik. Se pravi, imeti potrpljenje, ker so to zelo dolgotrajni zgodovinski pojavi in je treba potrpeti, ker drugače konc, smo grozni. Evropa je Venera, ni Mars. Združene države bodo potem jedle, kaj šele Kitajci ali muslimani. Treba je biti distanciran in vedeti, da je to, kar se dogaja, verjetno obvladljivo na zelo dolgih časovnih obdobjih. Zanimivo je, da je bilo na koncu za prebojenje Evrope potrebno ne le zunanjega sovražnika, ampak tudi prijatelja, ki postane sovražnik. Oba je morala imeti. Recimo, da je Putin na začetku prispeval, vendar lahko rečemo, da je glavni igralec, glavna zvezda. Torej, zahvaljujem se vsem za ta večer, torej Eduardo Fontana. Vse vire najdete v opisu, zato si jih oglejte, če želite. Bilo je še kaj drugega, Daniele Moro, ki se lahko poveže, tako da nam uspe, Giorgio Arfaras za njegove ekonomske poglobitve in general Paolo Capitini, ki je tekel domov v Nepi prav zato, da bi naredil to povezavo. Tako nam vedno uspe narediti stvari. Na koncu se vidimo v nedeljo. Pozdravljam tudi Mikromačko in Mikromačko, ki gleda v kamero, po mojem mnenju postaja malo diva. malo. Lahko noč. Lahko noč.